tipka izbacal ven in si ga je začel pač drkati pred nami. Kako si sploh ugotovila, da te zanimajo te BDSM stvari? Not to brag, ampak jaz sem svojo prvo plačo zapravila v vseh trgovini, tako v celoti. Samo veš, kaj je pol fora, da po moje jaz bi pozabila, da on obstaja za par dni, on bi pa tam v uni kletki bil. Njemu je bilo ful všeč, da ga pač ponižujem, da ima malega. Ampak pač tip ni bil glih najmanjšega. Nisem hotela, da si mislijo, da zdaj tam nekaj packarije počneva in da sem hotela se imeti rada. In jaz se pač oblečem in on tako, ki le da daš si vratenco, pa pač grem na vse štiri in grem za njemu noter. Če bi se mu pokakala v šalčko in da bi on to lahko pojedel pred mano. Če rečeš, da hočeš dodaten polšter, da je tu neka koda, da ti še eno žensko dajo. Preden nadaljujemo, imamo eno ful dobro novico za vse punce, tako kot jaz, ne preživite menstruacije brez protibolečinskih tablet. Zdaj sva Sara odkrile Beliso in to sploh ni bilo planirano drugače, ampak glih danes zjutraj pred snemanjem sem jaz dobila menstruacijo, čeprav bi mogla priti jutri in sem bila res vesela, da je ne bom imela na dan snemanja. Med snemanjem, dobesedno med snemanjem prve epizode je mene začel boleti trebuh in sem si dala potem takoj tole Beliso gor med pauzo in zdajle sem jaz pač 100-krat boljš. Sploh me ne boli več, tudi Sara je prejšnjič celo epizodo tole imela gor in je rešilo live, tako da jaz sem bila ful skeptična, če bo to dejansko delovalo in z največjim veseljem lahko povem, da za mene in za Saro to absolutno deluje in zdaj, ker lahko živim brez protibolečinskih tablet, kar mi je čisto noro. Beliso samo nalepeš na trebuh in ona potem sprošča take posebne pulze, čutijo se kot ene vibracije in preusmer bolečino, da je ti ne čutiš in meni je dobesedno pač rešila življenje. Jaz sem videla take naprave že na Tumblrju ful časa nazaj, ampak so bile vedno tako drage, da si jih nisem mogla privoščiti. Zdaj sem pa našla Beliso, bila itak skeptična, dokler nisem zadnjič celo snemanje, to je tako 8 ur preživela z njo in me ni nič bolelo. In jaz sem neskončno hvaležna za to ekipo, ki je to ustvarila. Ne vem, nimam besed in prav želela bi si, da čisto vsaka ženska tu proba. Mi dve so vam zrihtali še eno posebno kodo, med nama 75, s katero dobiš Beliso še cenejš, tako da jaz res vsem puncam, ženskam, deklicam, vsem z menstruacijo ful iz srca prvoščam, da bi lahko imela take menstruacije, kot jo imam jaz z Beliso. Link do Belise, belisa.si, najdeš spodaj v opisu, zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer govorimo o seksu, o fetiših, kinkih, skratka o vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes bomo še posebej veliko govorili o BDSM-ju, o lifestylu, zato ker je z nama Neja. Živijo. In ona je v bistvu naša poslušalka, ki nam je pisala na Instagram, da ne odpremo še kakšno to temo in delila tudi nekih svojih zgodbic in izkušenj. In pa sem jaz rekla, pa dej, Neja, prid ti sem, pa nam to uživa povej, ne bomo sam brali to iz Instagrama, pač dej, prid. In ona je prva, ki je zbrala pogum od vseh teh, ker jaz sem to že marsikomu rekla, ne, pa se razumem, da je komu lahko malo težko to prideti, ampak jaz sem tako excited danes za tole epizodo, ker imamo tukaj njo, da nam bo povedala iz prve roke, kako pa kaj. Si sem jaz tudi, little bit nervous, ampak bo. Čisto razumljivo. Jaz, ko sem prvič mogla tako začeti nekaj se snemati pa govoriti, pač I was dying, I was shitting my pants, tako da. Jaz se še zdaj razumem. vsakič, pa tle snemam velikrat, še vedno malo živčna, tako da. Ja, se bo. Tako da zdaj vidite, kako je, kako bo dobro, če se javite vsi z nekimi posebnimi zgodbami. Ne? Ja. Vsak, ki ima če imate kakšen fetiš, če imate kakšno zanimivo zgodbico, pište, pa lahko pridete sem. No, boš ti pa na koncu povedala, aj bilo ful grozno, pa ne priporočaš, ali ne. Tako da ne rabite nama verjeti, boste njej. Tako. Če boš pa rekel, da je ful slabo, bom pa ven izrezala. Wow. Hecam se. Skratka, gledamo se vsak ponedeljek ob 8. Zaradi tega, da ponedeljki ne bodo več bedni. In ful hvala, ker si vsak ponedeljek z nama, ker naj jo spremljaš, ker komentiraš, lajkaš in če ne hočeš res podpreti, se subscribe, zaradi tega, da algoritem naprej predlaga in pa da lahko pol medve plačujeva tale studio. Lahko naj pa tudi dodatno podpreš z linkom od spodaj, piše gor Buy Me a Coffee in tam lahko tudi doniraš kakšen evro, to bo pa ekstra hvaležni. Ampak pač to, da subscribeš, da lajkaš, da komentiraš, means the world to us. Ja. Preden začnemo, pa še en disclaimer. Če te vsebine spolnosti ne zanimajo ali pa si verjetno za njih, ne poslušaj tega podcasta. Smo zdaj povedali, smo kaj pozabili.
Smo se. Smo. Danes sva pa, danes je to ta druga epizoda, ki jo snemava in danes sva v prvo nailale uvod. V obeh epizodah. Ja, Hvala. thanks. Ko, tisti, ki ne veste, včasih ne rata, ne? Ja. Ampak ja, kjer je profesionalke. Ok, ne. Ti, veš, to je fajn, ona točno je, kako ta podcast poteka. Ja. Na začetku smo bile mi dve, a gremo pač čez epizodo mal, da pač si predstavljaš, kako bo in ona tako, ja, lahko. In pa je tako, no, najprej imamo icebreaker, je pa ona, ja, se jaz to vem, jaz to spremljam. Ne, že od prve epizode gledam, pa če sem prvič to slišala, sem bila tako na, oh my god, to moram zdaj vsak ponedeljek gledati, I'm obsessed in vsakič, ko grem zdaj domov šihta, tako poslušam, sam čakam, da je ura tista 8, top. To me pa tako. Zgledujte se po njej, vsi, ki gledate zdaj. Vsi, ki ste zdaj v živo tukaj. Ja. Tako. Ok, prvo vprašanje je, ali bi bila raje gola na zabavi v maskah? Aha, ja, zabava v maskah, vsi so v maskah, pa si ti naga, ali pa, da si ti v lateksu na običajni večerji s partnerjevimi prijatelji. Druga. Zato, da si ti lepo v lateksu in... Mislim, dobro bi izgledala confidence boost, pa pač ne bi bila zdaj neka obična. Ja, Okej. tako. Ok. Kaj pa ti? Se pravi, na tej maski, ki si na zabavi v maski, vsi imajo maske in vsi so oblečeni. Ja, sam ti si naga. Ja, si to v ne bi lateksu, bila. si lahko huda tam. That's easy, ja, ta drugo bi izbrala. Ja, pač, ne zato, ker bi bila cela huda, to ni bila moja prva misel, moja prva bi bila misel, da sem vsaj oblečena. Ja, jaz se pač, po mojem od nas vseh treh pač ne bi bil noben tako šokiran, zdaj, da smo tam v lateksu. Ja, po moje res. Honestly, to be expected. Ja. Okay. Ali bi bila raje vsak teden enkrat na povodcu v javnosti? Tle zdaj, ko sem to prebrala, a veš, kaj je problem je to v javnosti, ker pač drugi ne konsentajo k temu, da pač si ti tam na povodcu. Sem sorry, ker mora nekdo konsentati, da si ti na povodcu. Ja, zato tega, ker je še vsem, pač v večini primerov, ok, tle zdaj to kazano, ampak v večini primerov ljudje pač, ki uživajo v tem, je pač to nek sexual gratification za njih in tudi uživajo v tem, da pač jih kao drugi vidijo. In oni pač niso bili, oni niso konsenta, da so del tega tvojega erotičnega programa. Ja, hkrati pa tudi, če boss hodiš v javnosti, niso Ne, še konsenta vseeno, nastopala. ampak na povodcu je še vseeno malo bolj tako. Se pravi, ne smeš zares iti čist na povodcu v nakupovalni center. Pa, ne bi jaz glih. Meni se to ne zdi prav. Meni se nek ta public, ki ljudje, ki to sem že videla, pač tako, da so bili posnetki, ki so ljudje, pa so bili tam, ne vem, so se pretvarjali, da so kuški, pa na povodcu bili, pa ne vem kaj delali, pa so šli v nek nakupovalni center. I'm sorry, ampak določene stvari, pač kar je s seksom povezano, če drugi okrog tebe ne morejo konsenta, da pač ni Zakaj se pa pol meni to ne zdi grozno? Mogoče, ker v moji glavi ni glišči vedno s seksom povezano s tem, da sem na povodcu. Po moje res je. No, tukaj recimo, da so Pa vsi dajmo dali se- konsent Okej, v tem scenariju. To se pravi, da si enkrat na teden v javnosti na povodcu ali da bi vsak dan nosila remote control vibrator, ki ga upravlja tvoj partner. Po moje isto druga. Ja? Mislim, če ne drugega bi vsaj uživala. A si probala kdaj? In kak ti je bilo? Ful dober, sam pač problem je, jaz ful težko zadržujem face expressione. In pa si predstavljaj, ti si tam na blagajni, ful je dober, ti si tam tako, gospa, to bo 6,30 €. Kartica. Ja. A si imela tudi v javnosti, kdaj je to prav? Ja. Ok, pa pol veš iz prve roke. Ja, da- vem, ja. Kakšnega si pa imela? Si imela tako tak jajček, a si imela ti za Unga ugatke? jajčka, ampak meni ful pač paše na klitorisu in ga pač dam v un žepek, ki je ponavadi prgata, a ne? In pač, sicer na začetku me je ful skrbel, da se bo to ful ven slišala, ne? Ampak se pač na koncu se ni in je bilo pač ful dober. Pa še ti jajčki so v bistvu močnejši, kot karunika, jih daš tam na hlačke, ne? Mhm. Ti po mojem do zdaj največ veš o seks igračkah, sploh ne rabimo nič razlagati. Ti veš, katerega mislim, kar rečem unga za na hlačke. Ja. Tako da to je dober trik, da daš tega jajčka tam not v žepek. A si imela pol kakšno kikalco, da se ni videl? Ja, itak. The best. Life hacks. Ja, mislim, drugače skrbim v temu, pač not to brag, ampak jaz sem svojo prvo plačo zapravila v Six trgovini, tako v celoti. Pač po mojem, v mojih predalih nikar ni. Po mojem, folk, ki bi to odprl, bi bil tako po mojem malo traumatiziran. To me prav zanima. Jaz bi primerjala, kjer ima od dvaju večjo zbirko, ali ima Sara, ali imaš ti. Kaj pa ti? Ja. Jaz nimam toliko velike.
Okay. Meni se zdaj veča, odkar me ti zalagaš, Ja. odkar me Pitch Pop zalaga, drugače pa, ti si pa že prej, ti si pa res tudi. Ja, mene je ful zanimalo. Sej ni mi bilo tako vse te igračke, ki jih imam, niso bile dobre za res. Ampak te Firbec matra. Ful me matra Firbec. Za vsako, ko vidim novo, me matra Firbec. Ja, to je resnica. Enako. Ja. Ok. A ja, kaj bi pa ti izbrala, Sara? Ja, tudi to drugo. Ne vem, zakaj bi šla na povodec v javnost, če imam lahko vibrator. A ne? Ja. Tako. Ja. Pismo pa mogla malo bolj težke napisati. Ja, sej to. Če ima kdo kakšno dobro ali bi raje, mi jo napišite, lahko mi jo v DM se pošljete, lahko jo na mail, kamorkoli bomo vključili v kakšen podcast. Včasih si težko spomniti, kakšne pametne. Mislim, kakšne težke, a veš. Ja. Ok, ali bi raje lizala Ti nisi odgovorila. A ja, fuck. Ja, raje bi imela vibrator. Okay. To je bilo zabavno. Ali bi raje lizala čevlje neznancu na King zabavi, ali bi bila raje zvezana v kotu sobe kot opazovalka, ampak te vsi ignorirajo. Prva. Ja. Ne, pač jaz ne bi prenesla tega, da me pač nekdo ignorira. Pač vse bi naredila, da bi pač dobila tisto malo pozornosti. Tudi če bi se tam mogla vsa zvezana plaziti, kot črviček, bi bila tako, look at me, I'm still here. Pač a veš. Kera legenda? Črviček. Okay. Ja, se to bi bilo kar sad, da te ignorirajo, ja. Kaj je bila prva opcija? Da ližeš čevlje neznancev. Pa ni nujno treba podplat, lahko se zgoran delajo. Joj, tale čevlji mene boli nekim. Ni mi to najljubše. Skoraj bi raj, da me ignorirajo. Ali sem tako lešč? Sem tako, konica, veš. Ok, tu, ja. Tu. Kar priredile sta si pravila zdaj. Ja, Zakaj pa ne? Ja. Naj bo. Ja, jaz bi pa z veseljem bila tako, da sam gledam, pa me vsi ignorirajo, ker jaz bi pa šla na tako zabavo, jaz bi sam gledala. Jaz bi sam tako tam bila in bila tako, wow. Ko da imaš eno pregrinjalo nevidnosti. Tu v bistvu tudi, ne? Ja. Ker jaz pa se veš, I couldn't for my karkoli se mi zdi, da ni čisto, I'm out of here. Tako da. Če bi bilo vprašanje, če bi polizala prst neznancu, bi tudi rekla ne. Absolutno. Kaj pa veš, ki mi v roke? Ja. Ne bi sploh neznanca polizala nikjer. Ok. Se bo pa pomislim, ker sem bila mlada in pijana in sem se žvalila tam z neznanci. Sej to. Ja. Not great. Pa glej, takrat nisem že razmišljala tako. Jaz včasih nisem bila tako obsedena s čistočo, kot sem zdaj. Ja, pol s časom mogoče spoznaš, da so ljudje nečistigli velikrat, ne? Ko sem živela na faksu, ko sem živela pač s cimri, pa ženske cimre. Si mislim, mogoče so vse malo bolj naučen, kaj čisto pa kaj ni. Jaz sem takrat šele spoznala pač, da ljudje nimajo nekih standardov čistoče, razčistenih sploh. Po moje bi tu spoznala, če bi mi dve skupaj živeli. Pa to je bilo tako, to posoda ni bila. To si vilcev vzel in so bili še zmer koščki hrane na umiti vilci. Na umiti posodi so bili še zmer koščki hrane. Pač kopalnica nikoli ni bila čista. Tudi če so bile one na vrst, da jo pomijajo, never clean. Sem komu pa je tak človek pač doma pospravljen. Ja, tako kot tam verjetno. Pač terrible. Sorry, jaz ne bi. Tako da jaz sem traumatizirana, mogoče od takrat naprej. Ok, še zadnji. Ali bi raje partnerja, ki razume vse tvoje kinke, ampak te fizično ne privlači, ali partnerja, ki te fizično privlači, ampak sploh ne razume tvojih kinkov? Po moje drugo, ker ga še zmer pač lahko naučiš te stvari. Ker pa ga počasi peleš v to. A pač se ne bo nikoli naučil, pač nikoli ne bo tega štekal. Pač rad te ima, ampak pri kinkih pa potegne črto. Je pa tako, sorry, misionarc, mogoče dogi enkrat na let, to je to. A ne, pa ni šans. Ne, da bi pa jaz eno vaniljo tam nekaj imela, pač sorry. Ne, Okay. pa izberem raj prvo. Se mi zdi, če ti tako nekdo ne privlačen, pa ti je v vseh drugih pogledih všeč. Mislim, se ga lahko pač ne daš mu masko gor, pa karkoli si tako, kelej, ne bom te gledala, bom si nekaj drugega predstavljala, to je to važ, da pač uživam. Hkrati pa tudi imaš lepotne operacije, ga lahko pošleš in pol bo. Sam res, ja, evo. Jaz pa zdaj, kaj so nagruntala, si videla to Kris Jenner, sta videla, kakšna je Ja. zdaj. Pač ženska je stara ja. 70 let in zdaj so ji tak facelift naredili, da zgleda 30, insane. Pač, ba je tako vsak nek ta nerve ending posebej tega prepnejo nazaj, da ni samo, da ti vzamejo kožo in te jo nategnejo, kar so včasih delali, ampak prav tako ful neka zakomplicirana operacija, but she looks great.
Meni je to zanimivo in v bistvu kind of, ne zdaj supportam čist, da moramo vsi to delati, ampak se mi zdi dober, pač valjda, daj pet pa nared, če hočeš. Mi pa ful en dober komentar, ki je bilo kao, da študirajo so kako 70-letnico narediti 30 staro, da zgleda 30, niso pa naštudirali kako pozdraviti policistične jajčnike, Ja, pa ja. vse te neke težave, ki jih imamo Ja. žensk, ne? Ja. Pa te, glavno, ja. Ampak viš kaj, sem pa jaz razmišljala. Pač to je zdaj, a ne, ful draga operacija, pa tako, ne vem, ma niti 0,5% ljudi si to ne more privoščiti, ampak takrat, ko bomo mi stari, pa bomo to rabili, pa to mogoče že malo ceneje, pa bolj dostopno. Je bo nad vsaka stvar, ki vam pride, je full draga. Ja. Pa pač z leti gre pa sam tako downhill. Pač jaz, mislim, če bo to kdaj dostopno, pa ne bom se lagala, I would want that, ker kaj. Okay. Sploh na TikToku je ta filter, ki te kao postara in je pač full, pač, če gledaš, če daš ta filter na neko znano osebo, ki je pač zdaj stara, na njihovo mlado, pač fotko zgleda na uni sliki s filtrom, isto kot zdaj. In pač, če bom jaz tako zgledala, kot zgleda na temu filtru, ne bom srečna, glih preveč. Mislim, no se vem, da je to full grdo reči, sem pač res ne paše mi to. Jaz tega sploh ne upam probati, ker vem, da sem razočarana. Ampak veš, kot sem že jaz tako, pa v tisti svetlobi, pa z make-upom, pa vedno isto zgleda, pa vedno je slabo. Veš kaj, jaz pa prav mi je tako malo se veselim. Veš, kakšne druge stvari takrat ugotoviš. In tako veš. Ne vem, no, vse mogoče mi ne bo. Saj pa itak se Dobro. počasi postaraš, pa ni tega preskoka. Ne Ja. vem, bom videla, sam še vse. Ja, ok. To se pravi, tvoj odgovor je, da bi bila raje z nekom, ki te pač fizično ne privlači, ampak štika. Tvoja Ja, kinka to. in tako se potem poklapata. Sara. Jaz bi raje zbrala, da me fizično privlači, pa da ne šteka kinkov. Zaradi tega, ker v resnici jih zdaj nimam niti in mi je vse eno za njih, tako da meni je misionarc, pa dogi enkrat na leto, perfektno. Tako da to je zbrala. Ja, sej, jaz pa tudi, veste, da sem zelo basic bitch, ne? In Ti pa tudi dogi ne dobiš enkrat na leto, sem misionarc. pa tudi to se vam pritoževala. Joj, sicer, ja, ne vem, zadnje čase mi je ful dobro, sem jaz na vrhu, veš, kaj mislim. Tako da, a lahko še to pa nam dogija. Lahko. Enkrat na leto. Lahko. Kaj ne? Lahko. Ampak ja, ne, pač, ja, če bi na neke ful kinke bi drugače, ampak tako pa, Ja. lej. Okay. Ja, pozabili smo reči za zvočni efekt, zdaj damo zvočni efekt za intimni kotiček. Intimni kotiček. Vidiš, mi sploh nismo rabili nič narediti zraven. The best. Ok. V tem delu ti bova mi dve predstavile. Sara ti bo predstavila napihljiv analni čepek. Bom jaz začela za tega, ker mu ni tako zanimiv. Sara ima pa zanimiv. Okay. Okay. V glavnem, jaz smo pa danes tlele obročke za penis. In sicer je komplet obročkov za penis, tako da jih dobiš v taki šaka. Sam, jaz sem malo razočarana. Jaz sem mislila, da so različne trdote, da je pač črn tako najbolj trd in ta najmanj ali pa kaj, pa v resnici so vsi isto. Mogoče je ta moder za odtenek manj raztegljiv, ampak pač vsi so isto raztegljivi. In pač kaj point, da imaš potem 3 v paketu, ker Ja, barva je obstajajo. druga. Ja, sem res. Ja, žeš. No, meni so pa všeč oni paketki. ko Imamo še imaš- ene, boš zamenjala? Ne, da imam te. Okay. Imaš še ene? Ja, pa mislim, da so različne trdote. No, v glavnem obstajajo tudi paketki, pač to je moja najljubša stvar, pač če kdo hoče probati obročke za penis, je paketek, ki imaš 3 različne velikosti. Pač ne zdaj trdote, ampak prav velikosti. Ker pri obročkih je ful težko glih trofant te pravo velikost, ker ne samo, da mora biti obseg pravi, ampak pač morate tudi glih prav stisniti. Če te ne stisne dost, ne bo tega efekta. Efekt obročkov za penis je, da stisnejo penis, noter ujamejo kri in naredijo erekcijo tršo, pa dalj časa traja ta erekcija. Zdaj, če imaš ti tako obroček, ki te ne stisne, ti ne bo zadržal krvi, ne bo nobenega učinka, če te pa preveč stisne, je pa lahko ful boleče in tudi ne bo potem, nimaš nič od tega. Tako da te so pa pač vse, te zgleda ful mehni, pa si kdo misli, to pa za me ni, jaz imam pa večjega in debelejšega, pač raztegne se in so, zato, ker so tako taki mehki in dosti raztegljivi, so še vse en dosti univerzalni, pa je tako ena taka, je pa to dobra, tako recimo stvar, če hočeš kupiti partnerju za forico, pa res ne veš, pa zdaj
a mu bo kul ali ne, kupaš tega, ta je res tako, da dobiš malo občutek, ni pa tistega orank občutka, kot pri kakšnih teh, ki so res bolj trdi, pa moraš res trofniti velikost. Zato pravim, če imaš te paketke z 3 različnimi velikostmi, boš probal, pa boš videl, kjer ti glih ustreza, pa tudi za naprej veš približno, kakšne naročati. Tako da teli pač vse so kul, so pa poceni. Pač to je tako. Če slučajno ti ni kul, jih ne sekiraš, ker si dal par evrov za tole. S popustom 10% na pitch popu s kodom med nama 10 so pa še cenejši, tako da. Ej, pa zakaj pa misliš, da so pa res 3? Zaradi tega, da si daš lahko vse 3 gor naenkrat? Ali kaj je Sem fora? vedel, si dal vse 3 naenkrat. Ne razumem pa. Pa jaz tudi ne razumem, zakaj so. Dobro, da predstavljamo stvari, ki jih ne razumemo. Ne, mislim, I guess, veš kva, če enega zgubiš. Ja, ali pa če imaš 3 može doma. Ja. Mhm. To, če imaš če imaš penis. neko orgijo, če imaš neko orgijo, Ja. pa vzameš to, absolutno, Evo, good idea. tako. Tako da to je za kaj tazga. Če hočeš, da pač vsi isto pač imajo, pa veš, slučajno, če imaš tam sam penise, Mhm. a veš, pa se ti ne da jih pogledati tam gor, od koga je že ta penis, po barvah jih lahko razločiš. Ja. Ja, tako, pač lustna zadeva. Drugače, so pa obročki ful fajni, vse o tem so pa že enkrat govorile, da pomagajo ljudem, ki imajo težave z prezgodno ejakulacijo. Pač dejansko je to ena tistih najbolj enostavnih, instantnih pači rešitev, ker edging prakticira, traja voljo in čas in energijo, medtem ko obroček samo popneš gor in pač deluje takoj. Pa zelo, zelo veliko moških pač dejansko poroča, da jim je to dost. Tako da, glej. Fajna stvar priporočam, mislim, da bi mogel vsak tip pač kdaj probati tole. Že če ne drugega, zaradi tega, ker je ta efekt mal drugačen, zaradi tega, ker imaš pač res tako tisto kritem noter ujeto in je tako še bolj pač intenzivno vse skupaj. Pa še kar dalj časa lahko seksaš. Ne vem, win-win. Tako da ja. Zdaj pa na zanimivejše stvari. In sicer, pač tu meni zgleda drugače malo kot kar neki, če tako pogledaš zdaj, ne? In v škatli. Me zgleda ful hudo. Ampak, oh my god. I was shocked, pač le zdaj to. Bom jaz povedala, unika sam gledate. Sara ima se res. en tak analni čepek, ki ima na koncu en tak repek, pa ima pa še tako pumpico, s katero pač napihneš ta analni čepek. In zgleda vse tako flimzi-wimzi. Ampak ni dej, tu je prav tako, tu je čist drugače, kot sem si jaz predstavljala. Ful bolj kvalitetno. Ful, Wow. Po škatli ne zgleda, ne? Druga Zanimivo. embalaža si morajo narediti. To morate pa požgati. Tisti, ki sam poslušate, pač pogledajte si tole, ker to pa sploh ne moš opisati. In mislil bi se, da se ne napihne ful, ne? Koliko se napihne? Ful. Ok, zdaj že skoraj toliko velik mikrofon. Zdaj že toliko mikrofon. Kaj, on repek se tudi kaj napihne? Ne. Kaj on repek? A za okras? Pač, ko ni to crazy, ko ga lahko napihneš. A to Malo sploh scary. poč? Ej, kako pa veš, da ne bo počul? A ja. Koga lahko napihneš? Ja. Da ga pošlatamo. To je ful bolj trdo. Zgleda kot en balon, ampak je Ok. ful bolj trdo. Ni zanimivo. Ja, Meni je zanimivo drugače. to. No in pa imaš le tak ventil, da pač spustiš ta zrak ven. In ful je zanimivo, da je tako dosti mehen, je, ne? Tudi da po mojem lahko vsak vase, Ja. ne? Ni tako neka reč. Je pa tle še ena luknja, ki pa jaz nisem čisto sigurna. To je kaj pa moje fora. za un. Misliš, da repek Ja, napihne? 100%. Ne, ne. Ja. Ne. Pa? A ja, ne, veš, kva, čez to luknjo gre zrak ven, pol, ki spustiš. Joj, sem že mislila, da imaš tako, kot pa še, a veš, pač ja, da je bolj globoko noter tudi. V glavnem, tu je pa tako bolj za advanced. Ta rimba ima navadne analne čepe, brez repkov, ta se mi je zdaj glih tako, ne vem, za danes dober, čeprav ta rep, manj tak prašiči rep je v bistvu, ni? Ni, ali kak Ja, tak je rep? drugače je. No, ful je različnih in jaz sem bila na začetku skeptična, ker po tej škatli res ni izgledalo neki, ampak, oh my god. Evo, si ga že A pokvarila. ja, ne, vidiš, ta ventil moraš pol zapreti, ne? Ja. Tako ne? Wow. Hudo. Noro, v glavnem tu daš noter in pol ga napihuješ. Predstavljam si, da je ful dober za prostato, recimo tu. Ja, za moške. sigurno. In v bistvu za ženske. Predstavljaj si, da imaš tu noter, kaj je tako veliko, zdaj kaj je napihnjeno in pol seksaš zraven. Po moje je ful občutek, moški ima občutek, da je tako ožje, Mhm. te pa vse bolj pritiska na G točko. Pa dobro je za tiste, ki
recimo bi radi nekaj večjega, ampak ne spravijo noter. Ja. Zato je, ker pač še zmer tam, kjer je vhod v anus, je pač še zmer isto Ja. mečkano in se ti samo noter napihne. In to je pa veliko bolj udobno, kot če bi hotel to gigantsko Ja. stvar spraviti noter direkt čez anus. Tako da, Ja. za Si kdaj uporabljala to? Napihljive. Napihljivka pa res še ne. Joj, jaz sem full excited za to igračo. V glavnem, čakajte, da to zdaj spustim. Nič, ful imajo različnih, imajo to take tako daljše, ki so tako palce in pol se cele te napihnejo. Tako da tu si pa sploh ne predstavljam, kako se ti tu vse razširi noter. Wow, crazy shit, kaj ni? Ja. No, v glavnem, napihljiv analni čep. Pič pa pika si, kot da je med nama 10. Wow, I'm so excited. Joj, ne vem, zakaj meni ta tako všeč. Ker si nisem res predstavljala, da je to tako. Pa veš kaj, so še oni napihljivi rabbit vibratorji obstajajo? Sem tisto se ne napihne ful, veš, ono pritisneš en gumbek od Satisfyerja in se tako mečkan napihne. Pa spet se še kar, no ne to, kot to, ampak Ne toliko se, kot več to, kot ja. sem jaz mislila, da se napihnejo vse. Ja. No, glavno, tu. Kje je pa tvoja najljubša igračka, če bi mogla tako eno izbrati? Izmed vseh pač, ki obstajajo. Ja. Ne vem, kjer koledar je bil, ki je bil pač tisti koledar, ki jih je imel svet. Pač. Ja? Ja. Adventni koledar? Ja, je bila ena palčka, ki se je upogibala noter, po mojem, da 2 ali 3 leta nazaj. Ja, zelena, ne? Ja, Ja. zeleno zlat je bil. Tista palčka je meni svetovna. Kaj dela? Vibrira? Pač sam vibrira, ampak ti jo lahko tako opogneš, lahko je Ja. ravna. Ko malo Pač res zabe. ploščatasta je, Ja, pa ta. tako ne toliko je dolga. In kako jo uporabljaš, da mi povej? Največkrat na klitorisu, ampak pač po mestku na hitro vzamem, pač opognem, pa sem pač noter. In pač meni je ta palčka svetovna. Dej nehi. Evo, in Pa najljubša igračka nekaj, kar ne da se dobiti nikjer več. Ja, dejansko. In jaz sem tako prav šparem, da pač na kao crkala, se tako okej. Zdaj, Jo. I'm in the mood, special occasion je, ajde palčka. Zdaj si v bistvu ne morem čisto predstavljati, ampak štekam, kakor un vibrator za pare, ki je že itak upognen, sem, da se ta še raztegne lahko. Ja. Ne pa, če veš, Ampak štartu je ravna palčka, Ja. ampak lahko jo pogibaš na vse možne načine, pač res. Nima pa v sredini tako lukne, veš, oni Satisfyerja so tudi podobni. Ja, ne, samo tako, čist ravna je. Wow, pa crazy. tako malo je, prav res kaj ena palčka, veš, tako, kot ne vem, mi smo imeli drvaranci take palčke. Wow, da veš, kako random, wow, da ti ja. je ta najljubša. Fulkrat se zgodi tudi, ker nisi ti eno najljubšo ja. svojo dobila v tem koledarju. Jaz pa trdečmu koledarju. Je pa pač nek tak bullet vibrator v obliki masažerja in je pač the best, tako najboljše vibracije ever. Tako Wow, da- nara. Pa tudi, veš kaj, jaz prej sploh nisem imela nobenih teh bullet vibratorjev, ker sem bila tako, no pač, to je preveč basic for me. In zdaj sem kar tako največji fan bullet vibratorjev ratala zaradi tega, ker dejansko so res kulski, res jih da pač točno tja kravaš, ne vem, briljantno. Ne, pa to je fajn, ker sem malo manjše, veš, ker recimo, ne vem, če hočeš to s sabo vzeti, pa pač da ne vzameš cele torbice, pa da ti zasede pol ruzaka. Evo, Saj pač to. tako mini. To je to. Joj, teli koledari, Da will veš. be the death of me. V glavnem, mi imamo darilo zate, sicer jaz sem skoraj prepričana, da ti imaš vse te stvari, ne? Kako lahko ti damo pa tale analni čep napihljiv? Mislim, dejansko tega še nimam. Bi ga uporabljala, čeprav sem ga zdaj v roki držala, drugač Mislim, da se ga spucaš. od glih prejle smo ga dali ven iz škatle. Se ga spucaš. No, glavnem. Joj, ta darila. Čakaj, to moram jaz zdaj pogledati. Ne rabiš, lahko pa, če Čakaj, češ. slik mi. Drugač pa moram prav se zahvaliti tebi, ker ona nam je prinesla najbolj insane darila. Pač dobile sva obeske zaključke z najnim logotom, pač, a lahko to ostane med nama, pa nek za kable zvijati, pa smo dobile že eno tako šalčko za pit, pa jagode v čokoladi. Mislim, se ti lobeske po mojem lahko pa pokažeš ali pa za kable zvijati. Ja, Čakaj, grem iskat. ja, Če ne nujno. pozabim pol. Pač crazy, tako da tudi za tu se zgledujte. Vsi, fulaver. Čak pa imaš ti doma te printerje? Ja, pač moj kolega ima printer doma in je on skupaj pač malenkost po mojem zmontiral v ti programerske, zdaj jaz nimam blage v tem. Ja. In je pač poj on to Kam to se kaže naprintal. tam? Pač zdaj to, tletaš noter kable in pol šuk, šuk, šuk. In Da se piše, vrtiš, lahko da to se ostane navije, med da ni nama. vse zmučkano v torbici. Ja. Noro. Pač jaz bom pač to je za potovanje, the best. Ja, ja. Pač,
Pač I res so can't. simpatični. Joj, no, to bom dala zdaj na ključe, v glavnem. Koliko časa smo mi za ta logo razmišljali pa delali? Se ti zdi dober? Drugač meni je ful lušten. Ja, ne? The Pač best. neki, Hvala, ker si bila tako pozorna. Pač res. Nora. ne, pač bed mi je, ker vidim, zmer so vse neke darile prštimata, pa sem bila pa jaz, ajde, mogoče glih ne bom prva, ampak tudi vidve, morate nekaj dobiti, no. Joj, ful hvala, res. Zelo pozorno od tebe. Ja. Glavno. Zdaj pa na vrsti ta zabaven del. In to je, tako bom povedala jaz, kako je zdaj sploh Neja prišla iz svojega doma do sem. Kje si ti doma sploh? Iz Kranja. Iz Kranja v Ljubljano. V glavnem, ona je pisala, kot sem že rekla na Instagram, da ne govorimo malo o BDSM-ju in rekla, da ona z veseljem deli kakšno svojo izkušnjo in po ona napisala tako dobro zgodbo, ki nam jo bo zdaj povedala. Najprej sem razmišljala, bi prebrala, ampak sem tako ne, da bo ona to povedala, ker bo bolj kot da samo beremo to, kar je ona napisala. Skratka, šla je v seks klub s svojim domom in zdaj imamo tako prvič od osebe, ki je dejansko bila noter v živo, v pogled v to, kako izgledajo te zabave, kaj se tam dogaja, kakšni ljudje so tam. In jaz upam, da bo vprašala vse vprašanja, ki se bojo vam porajala med poslušanjem. In ja, jaz bi se zdaj kar v glavnem prosila, če nam poveš, kje si ti sploh spoznala tega doma, kako je prišlo potem do te zabave, kako je bilo na tej zabavi, kako je izgledalo, vse. Okay. Mislim, bila sem takrat 20, bila je po mojem, da se je lih karantena začela pač valjda mi dogaja, imela sem tako full cajta in pač nisem vedela, kva ne delam s sabo. In se z enim kolegom sva se nekaj imela in mi je on omenil za pač eno spletno stran, a to lahko povem. Ja, daj, please. Avanture.net poznata. Ja. Okay. No, pač tam sem jaz naredila pač profil, začela sem se pač pogovarjati s folkom in pač tukaj mu bomo rekli sa, ne. In pač mi dva se tam ujameva, oziroma pač on je mene dodal in se začneva pač pogovarjati, itak pač osnovne stvari, kaj te zanima, kdo si, iz kje si, pričakovanja. In Kakšna pa so bila pričakovanja? Mislim, jaz sem bila čisto nova v tem, pač jaz nisem imela nič posebnega, jaz sem samo njemu rekla, da pač mene firbat smatra in pač bi probala stvari, sem pač ne vem kako, kje, kaj začeti, ne. In on tako, ja, ok, pač jaz sem ful izkušen, on je bil takrat po moje, 42. Ja. In pač mi dva se začnejo pogovarjati, mi pač reče, če mi pač ni bed glede razlike v letih, jaz sem bila tako na ajde, pač si leta so sem cifra. In pač se pogovarjava, pa so se enkrat pač zmenila za uvodno pijačko, da pač vidiš, ne vem, če si nasploh pašeš človekom. Ker pač ti prek telefona valjda se pač lahko pogovarjaš, SMS-aš, je vse lepo in prav, ker se pa ti vidiš, pa če ti nekdo pač karakterno ali pa v živo ne sede, pač ne moreš biti pač tudi v postelj, pa je skupaj, ne? Kaj pa on iskal na tej platformi? Pač dejansko popestritev, kakšno subico, jaz sem bila pa pač pač ne da te pač razočaram, sem jaz nimam pojma v tem ontku, ja, si te bom naučil, jaz sem Okay. No in pač mi dva greva lepo na spoznavno pijačko, se lepo pogovarjava, mi pač on pove njegova pričakovanja, jaz jih pač nisem imela, ker pač nisem imela ne blage, kaj se dogaja tam, kaj moraš tam delati. In on tako, če ti ni bed, se naslednjič dobiva, pa pač greva v hotel, pa ti pač pokažem osnovne stvari, sem pač najprej mi moraš ti povedati, kaj so pač ja, pa kaj je ne. In pa sem bila čak, to obstaja? Pač kaj ja, kaj ne. On tako, ja, pač kaj ti je kul? Ne vem, a ti je kul, če ti dam klofuto, a ti je kul, ne vem, če te polulam v tušu, ti je kul, če te čovkam, če te degradiram. Skoro, ok, večina stvari mi kul, pač sem, zdaj na pamet ne vem, sam, če bom pač vedela, ti bom rekla, ne. Edina stvar, za katero takrat pač nisem bila, je pač anala, še zmeraj se pač malo bojim tega. Okay. In ja, pač mi greva v hotelsko sobo, mi pač on reče, na, to je zate, ne, in mi pač dol, še zdaj imam to vratnico spravljeno, tako roza vratnica, puhasta, gore pa pač Hasi pisal, to je bil pač moj ime. Kje? A tam na strani, ki si se prijavila? Ne, pač v vratnico, ki mi jo je on dal. Ne, Sem bila pač on ti je dal ta ime Hasi. Tako, ja. Kaj pa tu pomeni? Kaj tukaj pomeni? Hasi ne bi bila kukar žaljivka za ženske, ki pač prevzamejo poročene moške. Ja, poročen bil. Po moje, da je bil pač v postopku ločitve, ja.
Tako. Ok. No in pač zgodilo se je marsikaj, probala sem marsikaj, dobivala sva se ene tako 3 do 4 na mesec. Naučil me je marsikaj od tega pač, kako biti popolna subica, ubogati, ustreči človeku. Zanimalo ga je pa tudi, kako se pač odzovem v teh dominantnih vodah. Moram priznati, da to nisem glih jaz. Ne vem, pač lažje je biti subica, ker dejansko imaš nekoga, ki te pač vota. Ne, pač ti, kot domina, moraš iti več domišljije, moraš dejansko dajati navodila. Ti, če si pa pač ne subica, si pa sam tako, ok, what's next? Kaj moram pa narediti, veš, in je ful lažji. In tam se dobivala tako v hotelu? Ja, pač on je mene pobral, ne vem, recimo pred trgovino na avtobusni postaji, sva šla do hotela in pač... In kaj bo hotel od tebe? So tako kakšne specifične stvari, ki jih lahko poveš? Je recimo ti ukazal, da mu moraš, ne vem, kaj si moraš obleči? Včasih, ja. Okay. Recimo zelo ga je rajca, če sem pač imela roza čipko oblečeno. In sem bila tako na, ok, noted, se pravi, karkoli roza pa čipka zdga. Ok. Pa ti je tako pol cel čas dajal navodila? Mislim, saj od začetka, pač po parih obiskih pač ima že to v mezinčku in se sem tako, ok, se pravi, zdaj ga slečem, zdaj ga moram spucati, zdaj mu ga moram pofafati. Tako, čakaj. Tu so neki protokoli pol v bistvu. Tu on je vedel, kako naj bi tu vse izgledalo, se pravi po vrsti, neki vrsti. Mislim, on je imel tako že pač ful izkušen iz tega. Jaz sem bila pa pač tako še pač, recimo, da na začetku. Ok. Kako si se pa počutila ob samem tem, tako na začetku? Mislim, na začetku mi je bilo ful bad, sem bila tako na, zakaj ta tip pač zahteva, da mu štumfe slečem z usti, pač kvaj z njemu narobe. Pa tako v ta tretjo, ok, zdaj moram to narediti. Tako, na začetku ti je bilo čudno, ker ti nisi tega sploh poznala. Ti na začetku, ko si šla v to, nisi vedela, da bi hotela te stvari. Ja, pač pa sem pa spoznala, da določene stvari so mi pač, ne vem, v redu, jih prenesem, kakšne stvari so mi pa tako no go. A si kakšna stvar, ki ti je rekel, si bila tako ne, sploh ne, nočem. Pa je potem, ko sem probala. Jaz sem ful pristaš tega, da pač ne obsojaj, preden ne probaš, a ne? Edin pač rizanje ljudi mi pa res tako na... edin tega pač pri njemu nisem hodila izvajati, pa pač pri kjermokoli naprej. Vse ostalo pa pač probaš. To lažje se s tem, da vse enkrat pride, pa enkrat mine. Čak, in tu dejansko ti hočeš reči, da tebi ni cel čas takrat v teh situacijah ful dobro in ful prijetno. Je v bistvu tudi malo težko. Ne, pač sploh, če sem nekaj prvič probala, sem tako na, shit, malo mi je uncomfortable, ampak kaj, delej, bom probala do konca, bom pa po tej izkušnji videla, kako se počutim, pa če mi pač res ne bo cool, ne bom več, a ne. Okay. A si kdaj mu to izrazila? Pač preden si rekla, ne vem, mi bo to cool, ali si počakala? Ja, pač sploh na začetku, a ne, pač kadar sem kjerokoli stvar prvič probala. In kako je on reagiral na to? On tako, lej, če še nisva probala, daj probaj. Če ti po parih sekundah res ni v redu, se ustava, probava kaj drugega. Pač on je bil ful razumljiv. A recimo, ka pač kakšni, ki pravijo, da so v BDSM, kakšni ful nimajo občutka. No, ampak se to je edino prav, pač tako, da si razumljiv. Pač tisti, ki so nerazumljivi, pač niso pač ta pravi domi. Ja, nekako tako. Okay. Sta se videla tudi tako pogovarjala, tako o osebnem življenju? Ja, dejansko. Sta bila prijatelja v bistvu. Dejansko so bila tudi pač prijatelja. Med 4 stenami si pač to, kar si. Jaz sem Hasi, on je bil ne? Ja. Pa sva šla pa recimo na in tudi občasno sva šla kdaj v kakšno restauracijo, sva nekaj pojedla v McDonald'su, McDrive-a. Pa pač tako dejansko sva bila pač kolega, ker sva imela tudi precej skupnih interesov. Okay. Kako pa to si kdaj razmišljala, da bi lahko bilo kaj več z njemu? Ne, ker pač v štartu sva rekla, pač to ostane striktno pač platonično, zato, če pač se karkoli več razvija, si pač ne vem, poveva, pa pač žal ne bi šlo, a ne. Ne, in tudi razlika v letih, po mojem, bi naj vsi malo čudno gledali. Ja. Ok. Ja, zanimivo. Tukaj fulanih vprašanj se mi poraja v glavi. Ne, kar lahko nadaljuješ. Skratka, dobivala sta se v hotelu, pa sem te pa jaz prekinila. Ok, in pač nekaj časa je pa minili in pa meni rekel, zdaj imaš ti malo rojsten dan, bi pač nekaj posebej praznovala. In jaz tako na, ok, pač kva si imel v mislu, on tako, bi šla na eno žurko, sem če ti ni bed, a bi šla pač prek zdravniku, da se testiraš za bolezni, ker pač za kaj rabaš potrdil. In jaz tako, moja prva asociacija, kva? Ne mi reči, da greva v Atlantis, fuck.
Zakaj Atlantis? Pač se veš, po čem je Atlantis znan. Ja. Ne. A še zmeraj? Po čem? Ja, še Kaj? zmeraj. Jaz ne vem. Nič. Ampak Ja, v tistih savnah, ki se. V Atlantisu? Ja. Ne vem. Nič. Se dobivajo. Ja, pač v savnah se folk vse povprek med sabo. čak, zdaj, Z neznanci. preden nadaljujemo, Ja. moraš povedati, zaradi tega, ker veliko ljudi ne ve, kako sploh pač. Kako priješ do tega, kako veš, da je to, kdo to počne, kako je to dejansko razširjeno? Ker recimo, pač jaz sem bila v Atlantisu savnah, jaz nisem nič videla, da bi se kaj dogajalo. A so to posebni časi? Ali... To pa ne bi bila, kankoli nisem šla, ker sem pač. Nimaš želje, kako videl? Ne, nimam želje, ne. Sem pač ta sem je razlagal, pa kao, če bi šla, ker so na, nope. Že tako nisem fan saven, kaj šele, da bi pač tam prišli kar eni do mene, pa tako, kaj pa ti miška tukaj, ja, no thanks. Ok, ja. Tako. Ja, in on mi pač reče, testiraš se, greva kje, pač it's a surprise. Ok, greva kje, in smo šli nekam po malih malenkost na avstrijsko mejo. In jaz se še zdaj spomnim, pač pridemo na undovoz in jaz si mislim, fuck, kjera huda hiša. Ok, kva se tle dogajalo, pač pridemo noter. Jaz dobim tam eno škatlico, tako črno-roza, čipkasta oblekca, pa pač tista moja vratence. Jaz sem, ok, super. Čakaj, to dobimo te je že tam čakal. Ja, pač ti zgleda, on splaniral vse. Okay. Ali pa pač on da unmu škatlico, da suni meni pa škatlico dala, ne, okej. karkoli. In jaz se pač oblečem in on tako, ki le da daš si vratnico, pa pač grem na vse štiri in grem za njemu noter. In kad ti jaz povem, kaj se tam noter dogaja, pač po moje kaj iz filma. Ja, povej, ja. Ja, se zato smo prišli sem. Pač dejansko je, po moje pač ni glih orgija, sem pač žurka, kjer se pač dejansko vsi malo med sabo, ne vem, ful je velik subic in ni tako pač vse ženske se pač tam zberejo in pač ne vem, če ti tip ful velik plača, mu pač narediš to, kar on hoče. In to je bilo pač tudi mene na, po moje, da nismo imeli pravih imena, ne, in je pač Lola pisal. In ona me je pač tam usmerjala, ok, lej, pač vidim, da si prvič tukaj, to pa to moraš delati, če ti kakšen karkoli reče, jih pač moraš to pa to narediti, če pa vidiš, da se kakšna že z enim obadam in ga pa pač ne smeš speljati, ker če ne te nobene bo imel rad, a ne. No, Kako se pa me tukaj postav, pač, če kaj nočeš narediti, pač, ali pač poveš, Ja. preden pač začneš karko delati, ali pa recimo nekaj pride, ne vem, do te situacije, mu sam rečeš, je pač, sorry, jaz tega ne bi in če je pač korekten, pa normalen človek bo pač i tak nehal, a ne. E pa tam jaz si tu predstavljam, so tam kakšni varnostniki? Ali tu sem tako... Ne, pač to je tako privatna zadeva, se pač tega se po moje sploh ne bi smel delati. Aha. Po moje. mislim za denar, I guess. Privatno pa ti noben način. Pa se je legalno. Mislim, to če zdaj, da pač je na računaš. tvoji posesti, Ja. pa če pač ne moč Ja. sosedov, da mi tako po moje skoraj nobene bajte ne bilo okoli, tako da po moje, če bi karkoli bilo, se sploh videli ne bi. In koliko je bilo tu ljudi? Po moje, da čez 30. Je A ta to ste soba bili dosti vse- velika za tako zabavo? Ne, dejansko ful velika hiša. A to so bili prav tako tudi po sobah? Pač različne sobe so bili so kar manjši odri, tako luči, pijače, dejansko so bili še neki ljudje, ki so tam stregali. Tako da po mojem, da je bil to prav kakor event, ampak hkrati privatna zabava. Okay. Tako. Pa valjda ne more, ker vsak pridati tam. Ja, itak ne, pač okay. itak da ne. Te Moš moram tudi vedeti, povabiti. ne, da se dogaja tam. Ja, pa. valjda. A pa si imela kakšno slabo izkušnjo, pač tam, da kakšen ni upošteval tvojih mej? Ali... Ne, bili vsi- zaenkrat pač vse je bilo v redu, sam pač nasploh je bilo to malenkost tumač, zame se je bilo tako na sorry, ful sem uživala. Sam ne, to je preveč ljudi, preveč vsega in Okay. Ne. Zakaj pa te je on recimo tam hotel pelati? On te je pol gledal, kako je to potekalo? Si ti tam z drugimi bila ali si z njim bila, pa so te drugi gledali? ne, pač bile smo tam z Lolo, pač tisto, ki me je tam usmerjala. Aha. In pa smo šli pač do enega tipa in tip si ga pač dobesedno pred nama. Si lahko Okej. to razlagam. Ja, a ne? ja. Ja, Ok, pač tip se je tako nazaj nagnil, ker so bili mi dve tam in pač tip ga je izbacal ven in si ga je začel pač drkati pred nama in Lula tako, le ja, ne, pač začne jaz tako in tako, vsa neumna. Čakaj, kva moram jaz delati? Ona tako, ja, pofafaš mu ga. čakaj, kaj zdaj? No in pač ona tako začne, ona tako, pa dej prita, ne, in pač mi dve pač tam delava, vse, pač tipu je bilo itak najbolj, a ne, in pa je še pač vse po mojem vmes prišel in naj je pač gledal. In kad smo mi dve z unim tipom upravljali, je bil on ful navdušen in vsak je zataknil 200 evrov za vratnico. In pač pa je 200 še evrov. Ta tip ali ta s? tip. Okay.
A misliš, da se njemu fajn zdaj, ker si bila ti tako tam malo nevedna, pa pač... Po moje, ne bi ja. dobila Pač si tako preveč. popolno nedolžna, prvič tukaj, fresh meat, a veš. Oni se pa poznajo tako med sabo. Po moje, da mislim, se je rekel, da pač pozna lastnika, ki je pač to organiziral in zato je pač lihom prišel, ki je pa on mu je rekel, če pač ima kakšno, da lahko pripele, da bo bolj zanimivo. Tako. A je bilo več subic ali je bilo več teh... Več subic, mislim, bolj zanimivo, a ne? Koliko je bilo pa sami tipi so bili te, ki so bili tam... kao Ja, dominantni? več ali manj. Pa pač ti subice, 2 kelnarce sta bile, pa po moje 2 kelnarja, ki pač so tisto pijačo, pa to vozilo okoli. Ok, pa alkohol se je stregel tudi? Ja, valjda. Ok. Pač po moje, da ne bi mogel biti glih trezen, Sej to tako me je zdaj sproščen zanimalo, če tam. se streže alkohol in če se ful drogira. Za druge po moje glih ne, sem pač alkohol pa je bil, ja. A so kakšne pol meje postavljene, kdaj sem že slišala, da ne dovolijo, če je nekdo vidno pijan, da ne sme nič sodelovati nikjer zraven, ker ne more dati konsenta. A je bilo to kaj tam? Ja, to pa je bilo. Če recimo sploh za nasubice, če smo karkoli delali, če mi je pač kakšno že malo preveč pijano, so jo dali pač kaj v tisto sobico, ki malo se ščeliri, malo skat in pač, ko boš ti v redu, prideš nazaj. Kdo pa tu vse nadzoruje? Sej tu me je prej zanimalo, ko sem rekla, če so Noben. varnostniki. Nobeden. Se pravi, Nobeden. vsi eni z drugim poskrbite. Se pravi, če bi ti videla eno punco, da je preveč pijana, bi ti rekla, da je pejce malo... Ja, itak. Aha, ok, tako gre to. A si se počutila tako varno tam? Ali... Mislim, recimo, pač bila sem dokaj pač živčna, ne, tako pač prvič si v takmu, prvič to delaš, prvič vidiš valjda pač, da ti bo srce razbijalo, valjda, da boš pač tako, shit, kaj se dogaja. Ampak pa ne vem, če za 1,5 ure se pa pač i tako neseš noter. Okay. Ampak niti pa, da bi šla še kdaj. Ti je bilo tako zanimiva izkušnja? Mislim, ampak... zanimiva izkušnja, mogoče kasneje še kdaj, ampak pač trenutno, po moje, da ne. Ok. Kaj pa je glavni razlog, da ne bi? Mislim, časovno po en stran, po drugi stran pa pač, ne vem, če bi bilo isto, toliko ljudi, po moje, da ne. Pač preveč folka, to me je najbolj zmotilo. Ok. Pa pač kljub temu, da ne bi bili kao vsi testirani, vsi pač zdravi, you never know, a ne. Aha, tu te je tudi pol skrbelo. Ja. Tu. A pa si Sem- kaj... Aha, povej. Ne, sem mislila, da tako, veš, kaj je preveč ljudi, mene bi skrbelo, ko bi bila živčna, ko bi bilo toliko ljudi, ko pa me vsi gledajo, ne. Ja, to je Tudi- tudi mene po en stran. Aha, ok. Ja, to ne. A si tudi kaj s tem svojim sejem delala tam? Tam ja, itak. Pa je on tudi z drugimi? Aha. Kako ti je pa bilo, kaj pač s kakšno Kaj drugo pač z sobico bil? drugimi, navaden zanimiv mi je bilo gledati. Jaz sem full firpčen človek in zmer sem tako bila, fuck, ok, kaj ona dva delata? To bi jaz lahko naslednjič probala. Ok, note that. Ok. On je pa tudi tebe gledal, pa mu je bilo Ja, tudi njemu je bilo po moje najbolj. Okay. Ej, če bi bilo tebi na eni točki tam ful težko in ti bi njemu rekla, jaz hočem domov, bi te on odpeljal domov. Sta bila tako, Ja, ok. ne, ful sva bila pač povezana, ful sva se štekala. Tudi recimo v hotelu, ki sva se občasno dobivala, jaz sem pa kaj povabil pač tretjega moškega, pač on je bil kot opazovalec, on ta drug pač dom je pa pač probal z mano, kar je hotel in če mi pač karkoli ni bilo kul, je dejansko tudi se vmes skočil in mu je pač rekel, pač rekla ti je ne, to ni kul, nehaj, pač ful je bil v redu. Okay. Čakaj, pa ta drug moški, ki je bil, kako pa je do tega prišlo, kako ti je to skomuniciral? Pač on je mene vprašal, če bi mi bilo kul, če bi bil še nekdo zraven, pa pač, da bi bil on kot opazovalce, ker tudi njega zanima, kakšen je feeling, če pač jaz z drugmu ali pa kjerkoli z drugmu, on pa pač nič ne more in samo opazuje. In pač sem bila tako, ok, pač meni je kul, ne? Prav, kak holding. Na to varianto, ja. Ok. A pa tebe, ta drug moški, pač ti je bil, tako si ga kaj prej spoznala, ali Ne. čistko, a ti je bil Čistko. tako privlačen, ali ti ni Ne, bil? ne. Ni ti bil in kako si se počutila? Jaz sem se tolažila s tem, ok, lej probaš, se čez 2 ure bo tega konci, tako imamo samo 3 ure. Damn. Pa pač ne omenim, takrat ne vem, pri 20 si ti pač brok, pa vse. In pa je kad ena reče, za 300 evrov boš to pa to naredila, si sam tako na tempting. Ok. A to za te vajne, Ne, sem mi pač od začetka mi je parkrat plačal, A? vse od začetka, a ne. Pa so se pa pač navadila, ne vem, meni je bilo fajn z njemu je bilo fajn z mano in sva pač enostavno ratala badija v temu. Pač vsi ostali mi je pa on rekel, da pač kukar jaz pričakujem neko nagradico za v zameno, ampak pač ne vem, kdo bi se branil 300 evrov. Amben. Ja, no.
Mislim. Ti si Ne. tako to nameravala narediti. Ja, Ne pač vem, jaz sem tako to to ti je hotela bilo bonus. probati, a ne. To je bil pa sam že tako dodaten bonus. Okay. A zdaj si še zmeraj v stiku z njemu? Ja. Pa še zmeraj se dobivata? Ali... Mislim, zdaj se že tako več kot pol leta nisva, ne vem, pač jaz sem vmes šiht menjala, sem se malo lovila, on je imel isto pač na šihtu polhan in vsake tok cajt se pač itak tipkava sam, pač da bi si pa prav cajt vzela pa so si dol za kavo. Žal ne še, se pa pač menva, da bova v kratkim. Kaj pa s kakšnimi drugimi si nadaljevala tako te prakse? Si tako, ne? Ne. Ok. Pa Pa bi si si želiš, želela? ali si ne želiš? Recimo po moje, da si, ker pač malenkost pogrešam to. Ok. Kaj pa pogrešaš, tako da ti nekdo gazuje? Ne, po mojem bi se celo rada izkusila v teh dominantnih vodah. Pač, Okay. ne vem, zdi se mi pač zanimivo, ne vem, vse frustracije, vse to bi po mojem lahko dala nekomu vam, njemu bi bilo itak dobro, a ne? Jaz pa tako na, ja, to dobiš, to si zaslužiš in ja, To se pravi, če nekdo si želi kakšno domino, te lahko kontaktira. ajde, lahko za fora. Pač ne tako, zaradi tega, ker sigurno, pač je tukaj kdo, ki gleda, pa bi rad probal, pa domino je kar težko najti v Sloveniji. Mislim sem pa, če se pozorem, pač nisem še profi v tem, pač učim se, mislim, se cel življenje učimo, sam še zmer, pač bi probala, pa pač ne, tudi če bo na koncu malenkost fejlan, upam, da unmu tipu ne bo preveč bed. Pa saj se mi zdi, če to vnaprej skomuniciraš, pa rečeš, glej, če si za to, da se skupaj pač naučiva to, pa to dinamiko naštudirava. Ja, Just ajde, To se pravi, če meni kdo piše v DM, se lahko ga na te usmeram. komod. The best. Kako si sploh ugotovila, da te zanimajo te BDSM stvari? A ti si, ko si šla na te avanture, si šla z namenom, da eksperimentiraš v to smer, ali si šla sam pač let's see what happens? Ali si Let's že see kaj what vedela o tem? happens. Aha. Ne, pač firbac me je matrov, hotela sem po eni strani tudi spoznati nove ljudi, ampak pač si sem vedela, da tam ne boš spoznal glih normalnega folka, ne. Ok. Da se res. Jaz sem te hotela vprašati, kako zdaj do tega pristopimo, če hočemo mi spoznati nekoga tazga, ampak zgleda, ne gremo na avanture, ali ja. Mislim, če hočeš striktno sam za BDSM, pa za hookup, ja. Če pa pač hočeš dejansko spoznati normalnega človeka, za normalno druženje, se po mojem se najdejo kakšni posamezniki gor sam. Ne iščejo načeloma Ne. tega. Aha. Ne, pač prijateljstvo se po mojem glih ne išče tam. Po mojem tudi ne. Ja, To se pravi, to, da si ti z Esom postala še tako pač prijateljica, v bistvu je bil stranski produkt tega. tako ja. Ej, ampak on ti pa je privlačen. Ja, kar. Ok, ok. In kaj, če ne bi bil ti? Še vseeno bi se spustila v to. Ali Se, ne se, moraš ga, več v to? se mu daš masko na glavo. A ja, se res. Pozabim na to, da, Ja. da se imajo ni problem, ko mu daš zmer lahko masko na glavo. Ja, masko mu daš na glavo, ne vem, malo ga oblečeš v lateks, zdaj mi to pa to gor. Si pač to se vse lahko da narediti. Ok. Ok, ja. Kaj je tako, kjer aspekti BDSM so ti tako najbolj všeč? Meni osebno, po moje, degradacija, če spada po to, ja. Ja. Ok. Na Pač- kakšen način? Ampak to bolj v tem smislu, da pač jaz druge, ne vem, kako ne znam razložiti. Kar na primeru. Recimo, ful mi je bilo všeč, ker pač z enim od tretjim tipom, ne, ker pač si bil vse zraven, njemu je bilo ful všeč, da ga pač ponižujem, da ima malega. Ampak pač tip ni bil glih najmanjšega, se pa tako. ampak po eni strani pa pač pomislila sem poj na pač bivšega, ki mi je naprimer ful razkuril, se pa tako, ja, ti imaš ful mehkega, se pač vse, ne vem, frustracije, ki mi jih je folk dal, sem jih pač lahko dala nad enim človekom. Aha. A veš, in ti so vse potlačene, stvari daš ven na den, in pač ti se pač boš počutiš, kad daš ven, njemu je pa ful dober. To je veliko obratno, kot je stara. Tebe pa lito najtežji del bil, ko si mogla. Ja, enkrat, ne? jaz sem drugače včasih, če si gledala, veš, Ja, tako začela sem s prodajo hlačk, pol sem pa vse svaštat. Ne? In ful je bilo takrat všeč moškim, da sem jim jaz govorila grde stvari. Ampak potem, ko sem jaz zaključila s tem camp sessionom, jaz sem se zmer jokala, meni je bilo tudi tako težko. Težko mi je bilo, zato ker se je bilo njim težko, jaz tega nisem zmogla. ne, meni je pa to najbolj. Jaz sem pač tako, jaz gre tako casual z lifeom naprej. Evo, danes sem ven, gremo. Vidiš, mislim, da ti pa lahko to, ker mislim, da vsak ne more. Ne, pač to moraš po mojem imeti filter za to.
Se pravi, ti ne jemlješ tega tako resno, kot da si ti njemu zdaj življenje uničila, ker si mu tam rekla. te Mislim, se je stvari. hotel to. Ja, sej to sem si tudi jaz pol govorila. Če ne bom jaz zdaj ga zžalila tle, ne? Ga bo ena druga. Sej to, ga bo ena druga. In pol sem bila tako pač tuk mal vzame. Jaz sem tam sedim, sled se nisem rabila. Jaz sem grde stvari govorila. Ampak enostavno takrat nisem imela tega vse. Mogoče imam zdaj. Ja, zdaj moraš vse to potlačeno jezo, moraš dati Ja. nekom ven, evo. Ja, sem kot tukaj, ponovadi ni bilo resnica, veš, to, kar so oni hoteli, da ti mu govoriš, veš, Ja. da je neumen, grd, da ima mehanga. Ja, ponavadi lih ni, a ne to. Aha, ok. A si kdaj kakšno stvar, ko da se specifično spomniš, da te je tako ful odbijala na začetku, pa si pa probala, pa si bila tako, ok, to pa sploh ni tako bad. Da bi me prav odbijala, mislim, lizanje anusa, ampak to še zmer mi je fuj. Pač tega res ne bi več. Si pa probala. Sem probala, sem se pa tako na ofuj. Pač tudi, če ga umijaš, v glavi imam, da je okus, ne moram. Okay. Pošteno. Mm. Koliko jaz ne bi mogla nog. Pač, Ja. jaz bi lažje Janus, kot noge. Evo. Ja, evo, zdaj sem se spomnila, fit fetiš. Jaz pač ne da king še imam, sem jaz tega ne razumem. Kot ti je lahko to, pač. Jaz pa razumem. Meni sploh ni, pač, jaz razumem, sam jaz ne bi mogla, zato ker meni so noge umazane, pa tudi če so čiste. Pač meni bo noga vedno umazana, ne glede na to, kaj Vse, narediš. z ampak njo. ljudje, ki imajo fetiš na umazane stvari, imajo glih zato, ker so Ja, umazane. ja, ne. ja. Tudi. Mm. Pač tako, no judging. Ok, se pravi, nog ne bi glih lizala vsak dan. Ne, sploh ne bi. Mislim, sem pač probala, sem pa tako, you know what, ne. Ja, sem ne, tu je malo drugače, če ženske ali moškemu ležeš noge. Ja, je. Fulje drugače. Ful je drugač. Ja. Jo, jaz tudi ne bi moškemu lizala nog. Zdaj sem pomislila, ne, to je pa res drugače. Ja. Ženske noge se mi pa zdijo lepe. Pač kaj. No ja. Ne Kar vem, kako sem kakšne. jih zdaj jaz videla v življenju, ampak tako, ko sem videla te, ki so delale isto, kot jaz 10 let nazaj. 10 let nazaj. Wow, Crazy shit. kam gre cajt. Ja. No, v glavnem, nekaj sem te hotela vprašati. Ja, kako daleč pa gre to? Tako sem videla, se vsi vemo, veš, tako, recimo moje meje so, jaz se ne bi šla karkoli, kar je povezano z noži, pa z iglami, to je meni scary. Kaj pa, tu gre čez? Noži recimo, da ja, dokler pač ni krvika. Jaz sem Ne, da te poreže. Ne, pa bi jaz Mm. skupadla. Jaz že pač nekaj grem k zdravniku kri, da jaz pa sem, da mi unovati, ko gorda. Jaz sem tukaj alergična na to kri, jaz tako skapom padla. In pač ne, da bi en mene tam porezal, ali pa jaz Ja. njega, jaz bi tako, slabo mi bo, sorry, ne moram. Ja. No, tle so bile, ko me kdo daj vprašal, kje so moje meje, tu. Pa recimo, da bi se nekdo pokakal na mene, tu ne bi. Bi? Ne bi. Če golden shower mi je bil problem, ampak ajde, le če si podtušam, pa če je od pasu Ja. navzdol, ajde, veš se, kuj spereš, ne. Pač da bi pa recimo na imenu postelja, ajde. Ne. Okay. To se pravi, če bi ti zdaj nekoga noga spoznala, pa bi ti rekel, kaj so tvoje hard limits, bi pač Rekla, ne vem, migle noži, blato, golden shower, Lizanje riti. pa nog. Ja. 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 Ja, po mojem, da je bilo tako, ni res hard nose tole, vse ostalo pa pač le probam, če mi pač ne bo kul, ti povem, ostalo pa pač pa probaš. nani seks. Ajde. A ti ni Ali hard ti je to limit zdaj že fajn? Ne, nisem še probala, ker pač nekako me je ful strah tega. Okay. Mogoče bi bil Liza tudi ta čepak. ful dober. Ja. Kaj če... Meni se zdi, da ti rabiš ta čep. Ja, po mojega res rabam. Ja. Ok. Cool. Tako. Kako pa veš, to se pravi, ti si zdaj imela sam tega esa, ampak tudi, ne vem, njegovi, te drugi moški, ki jih je on pripeljal, pa pač na uni zabavi. Kako, imaš kakšne uno, da pogledaš človeka, pa ne vem, so kakšni red flagi, ki si tako, ok, ne, to mi ni ok, mi daj neke čudne vajbe. Kako oceniš človeka? Znaš, se ti zdi, da imaš dober feeling za to? Po moje, da ne. Jaz sem pač že po naravi zelo naiven človek, ki se tako na, ok, on se je ful lepo pogovarjal z mano, ok, po moje je on v redu. Ja. Jaz razumem to. Ampak do zdaj to še ni. Ne, do zdaj pač sem imela samo eno slabo izkušnjo,
Ampak pač pri onemu tipu se je res videl, da pač on je meni napisal, ok, jaz imam full rad BDSM, pa bi probal. Jaz sem ajde, a ne, pač, jaz sem imel takrat že nekaj izkušenj, ampak pač večina folka pač misli, da je pač BDSM sam zato, da pač ne vem, nekomu zadaš to bolečino, daš mu ne vem, tistih par klofut, pa je to. Ne, pač ti moraš dejansko imeti v glavu vse pošlihtan, moraš biti pač korekten človek, da pač si sposoben človeku dati klofuto, a ne. In pač on tip dejansko ni imel meja in pač on je meni do tako klofuto, da sem jaz dobesedno padla tako skoraj danes poslata. Jaz tako njemu pač, sorry, sem pač malo bolj nežna, tako, ja, ni to point BDSM-a. Mislim, sem pač ne in that way, a veš. In pač folk ful to z lahkoto jemlje, ja, pač da je to kao samo zadajanje bolečine, ne, pač to je veliko več. Ti moraš dejansko človeku ful zaupati, pač, a bi ti zaupala nekaj neznancu, da ti da klofuto? Ne, a ne. Ne. Ja, no. Si potem nadaljevala, si rekla pač, sorry, ti tole. Ne, pač razložila sem mu, kaj to je, sem mu pač rekla, če pač ne bo šlo čez, sorry, jaz zdaj spakiram svoje pač oblekce, se preoblečam pa grem, a ne. On tako, ja, sem se zmenila, jaz sem in sem pač, če ne znaš, ne znaš. Ful sem ponosna na te, da si tako znala meje postaviti in se postaviti zase, ker to je včasih lahko ful težko in vsaka čast in edino prav si ravnala. A pa to je bil tako en izven tega. Ja, pač. Kje si ga pa njega spoznala? Prek Tinderja. Ja. To si bila tam tako bolj za nek relationship, ampak ti je to omenil. Ne, pač ne glih relationship, ampak pač tako ne nasploh spoznavaš nove frende, nov folk. In pač ne, in to, da je imel v biotu napisan, da ga pač ti zanima, se pa tako ok, skupna tematika, si se va ful štekala. Ja, no. Okay. A to se pravi, po tistem se nista več? Ne, ni šans. Joj, kaj sem pa, eno vprašanje sem? Kar nadaljujte, ne vem. Vsakič pozabim, ker imam preveč vprašanj in pol se nekaj hočem vprašati, pa pol pozabim. A bi zase rekla, pač, jaz mogoče imam v glavi, kaj bi jaz zate rekla, ampak tako, a ti se bolj identificiraš kot subica ali kot dominantna oseba, ali bi bila switch? Switch, definitivno. Na začetku sem razihar, pač, da si tako res pač ti subica, ker si rekla, da ti je to bož bilo, kar ste probavala, ampak zdaj pa, kad razlagaš, da si rada dominantna, pa da bi rada degradiraš. Sem po moje, da je to spet odvisen od muda, pa od volje, pa od samega pač vajba človeka. Yeah. Ker recimo, če bo en ob meni, ki bo tako ful dominant vajbe, oddajo bom jaz tako avtomatsko šla na subico. Če bo pa en tako vš šaj tipček, pač se bom pa jaz ful dobro počutila, jaz sem ful pač zdaj bolj od tebe, zdaj sem jaz zelo dominantna, veš, na to sceno. Kako je bil pa ta je imel on tudi tako sta zamenjavala kdaj? Ali je on bil Mislim, pusto mi je pač, on je meni razlagal, da je tudi on v štartu bil sup, a ne, in je pač imel eno žensko, ki ga je vse to naučila. In zdaj on je imel takrat v glavi neko pač kukar varianto, da bi on vse to mene naučil in bi šlo kao tako naprej. In mislim, se nekako moj ratelj, pač znam tako ful stvari, pač zdaj. Drugač, to je pač v teoriji najboljša možna varianta, da si najprej sup in podrataš dominanten, zaradi tega, ker če ti ne probaš teh stvari, ki jih zadajaš drugim, si ne moreš predstavljati, kaj oni čutijo, pa kako jim je in ne moreš tako dobro upravljati tega svojega dela. Če pa si bil ti enkrat v tej situaciji, pa točno veš, kako narediti, da bo pač una oseba, da bo varno in da bo una oseba pač uživala v tem na ta način, kakor se že pač ali bo trpela, ampak uživala zraven, ali pa pač samo uživala, v glavnem. A bi ti potem kdaj dejansko pa? Tamle je snemalc pokazal Sari. Jaz sem dojela in sem hotela zdaj nasloviti, kaj je switch. Ja, dajmo najprej pol to. Kaj je switch? Kar ti povej. Mislim, switch je to, da pač si oboje, da si lahko dominanten, ampak pač v pravi situaciji si pa lahko pač tudi supa, ne? Da znaš pač oboje shendlati, oboje speljati. Ja, pa da te oboje privlač, pa da te oboje rajca, ker ene pa eni pač prav ne morajo, enim je ena stvar ogabna, recimo, ne? Ja, to je switch. Hvala, drugače si nas ne, ker drugače ti, ki so meni se zdi, da je manj v teoriji switchov, tako kot si predstavljamo, ne? So eni samo sub, ali pa iz prve, jaz si bi predstavljala, da jaz ne moram biti dominantna, to nekaj dajati navodila. Eni pa pač ne morajo biti sub, ne? Nekako tako, ja. Tako da switch pomeni, da si comfortably lahko oboje glede na situacijo, I guess.
A bi ti imela kdaj kakšne tako pač izobraževanja za ljudi, ali pa delavnice, ali pa nekaj, da jih naučiš, kako pač se lotiti BDSM-ja? Mislim, po mojem enkrat bi imela, to sem pač zdajle še sama po moje ne vem vseh stvari in pač, da bi jaz zdajle, ne vem, nekoga učila, pa še sama, ko mi pač vem, kaj bi bila malo tako. No, pa po mojem že Ok. kar veliko veš, glede na to, da si že nekaj časa Ja. na tem. In pa te je on naučil vseh teh položajev, ki so tako celega tega protokola v njih položajev. Več ali manj, ja. Pa Ja, recimo sploh učil več me o tem. slun, pač ne vem, ko se zdaj strokovno temu reče, ampak pač tisti, ki te zvežajo, pa ful lepo zgleda. Ja, šibari. No, to je on mene učil, na meni je probal, pa sem jaz sploh na njemu probala, pač tako res. Si da bi- visela iz stropa. Ne, to pa še ne, nisem upala. Imela sem šanso, ampak sem bila tako na. Kaj pa če se jaz plomam, kaj pa če pač se kaj po nesreč. Jaz si ful Jaz želim si tudi to viseti iz želim. stropa, ker me zanima, kako to je. Jaz mislim, da je full fun. Ne, po Jaz mojem, da tudi. moraš biti ful sproščen, ker pač bolj, ker ti Ja. zateguješ mišice, pač bolj imaš tak utesnen občutek, po Ja. moje. Ok, ne, glih, zdaj sem se spomnila, kaj sem hotela prej vprašati. Videla sem na TikToku, zdaj je bil nek trend. Reče se play piercing. In oni, veš? Si videla zdaj? Misliš? In oni si tako neke vzor, tle si narišajo tako pike, recimo, ne? In pol si čez vse igle porinejo tako in pol imajo čez celo telo tako igle. In to rajca je na ljudi tudi. In mi je bilo zanimivo. Sploh si ne predstavljam. Mene so tako boleče, painful. S takih dobim, ki si to razlagala, Ja. ne, jaz ne morem. Ej, kako daleč pa bi se ti tako zdi, da je BDSM en del tvojega življenja v prihodnosti, tako velik del? Pa recimo, Recimo, ne bi mogla imeti partnerja, ki bi bil čist vanila, pa ga tu ne bi zanimalo. ne bi mogla. Mislim, Ok. pač bi pač ga probala v to upeljati noter, sem če bi videla, da pač ne gre, lej, ali pač probaš se upeljati, ali pa pač, ne vem, sva v open zvezi in pač moram dobiti pač tista, ne. Ok, kaj pa v drugo smer, da bi recimo bila ti prav 100% 24/7 sužen od nekoga, ali pa ti bi ga imela? To Ja. ni zdaj več to, da lahko greš na pico, pač imaš ga in si skus. Ja, Da ni ljubezensko, partnersko, ampak sam pač. Tudi je lahko ljubezensko partnersko, ampak Ok. veš te, ki imajo arrangemente, da si prav skus sužen, da se ne moreš odločiti. Mhm. Nič. Dobro, to sem jaz hotela vprašati. Ja, se pravi, lulat, ti bo on rekel, kdaj greš v kletko, si zaprta, ješ iz pasje posodice, on ne, te obleče, on te Ne. vse. Aha, ne, tu pa ne bi Ok. ni šans. Cool. Ne, da pa jaz nimam te neke svobode, Mhm. pač ni šans. Ok. Da bi pa jaz nekoga imela, not bad. Aha, ja. A veš? Mislim, da bi bila tako na ti. Pomij mi posodo, pač Ja. če ne ti zbrcam jajca, če ne narediš dobro, Ja. a veš. Sam polka ima on rad tu, da mu zbrcaš jajca, on za nalaš ne bi pomil posoden. Tako da nekaj drugega se moraš zmisliti. Ampak ja, jaz si tudi bi, to bi bilo kar tako zanimivo, da imaš sužnja, ne? Samo veš, kaj je pa fora, da po moje jaz bi pozabila, da on obstaja za par dni, in on bi pa tam v neki kletki bil. Umrl bi Oh, po nesreči. fuck. Štekaš, kaj mislim? Ja, ja. Ja. A pa se ti zdi, da bi ti ratelj naporno, ker si rekel, da recimo ti je dober pri tem, ker si subica, ker si sam tako tam, ok, zdaj pa ti povej, kaj je naslednja stvar. In če bi mogla biti pač ti skozi domina, da pač bi bil nekdo tvoj sub skozi, bi mogla pač ti res skozi kontakt, kaj zdaj njemu reči, kaj mu narediti, kako ga kaznovati. Po mojem te tudi pač mentalno izčrpa čez čas. Vse to. Ne, da bi dejansko 24/7 nekoga tako imela, bi rekla, lej, tvoja naslednja naloga je, da si 3 ure primir in ne delaš absolutno nič. Veš kaj, jaz mislim, da je težko dajati ljudem navodila, ker jih moraš zraven še 100 stvari delati. Če imaš pa ti sužnja, pa on dela vse in ti ne rabiš cel dan nič delati, se mi pa res ni problem spomniti, kaj naj on naredi. Jaz imam tu že vse v glavi, kaj mora narediti. Mislim, kaj ne, pobrisati, pospraviti, oprati, vse te možnosti so. Ja, to je res, to je res. Tako. Sam, recimo, ne, ma ja, pa se to sploh ni tako bed. Veš, pa moraš pač vse pregledati. Pa bi tako, po bo on zihar, kaj za nalaš ne bo naredil, zaradi tega, da boš pač ti to opazil, da bo malo kaznovan, sam pa moraš pač ti res biti pozorna, da je vse tako naredil, kot mora biti, boš kaj zgrešila, on te no več resno imel, ti izgubiš vso avtoriteto. Ej, pa katera vrsta soba ti je pa bolj tako bred? Recimo, se tako ti za nalašč uperaš ali narediš vedno, kar ti reče? Po moje je vsakega malo, ker pač da si ono totalno breti, bi bilo tudi meni na živce, da bi bila jaz tako na make me. Pač, Ja. ne, meni bi šlo to ful na živce. Ja. Pač tako mogoče prva dvakrat, a ja, to moram narediti, a veš, tako playing a little dan, pa bi še šlo. Sedaj da bi bila pa skozi, ja, make me. Jaz kaj pa ne to? In da Ja. ne prisil me. Pač, ne vem, meni bi bilo to annoying. Ja, pa mogoče zato, ker ne bi bilo resnici, mislim, nisi v resnici taka najbrž. Ne, pač tudi po karakterju sem pač
Ajde, na momente sem ful odločen človek, na momente sem pa tako ja. Okay. Čakaj, jaz moram proti tole pogledati, da ne bomo kaj. To zelo ti si v bistvu odkrila, da te ta BDSM zanima s tem tvojim esom, sejem. Tako, ja. Ki si ga spoznala. Pač prej, a se ti je prej kdaj tako kaj sanjala, si kakšne te vsebine gledala, brala o njih? Mislim, ful sem brala pač te knjige v tem in se pa tako ajde, sliši zanimivo, sam ajde, če bom kdaj imela šanso, maybe probam, sem pač meh. Kjer knjige si brala? Po mojem, da prav niso knjige, ampak imela sem te webtoonse, če poznaš. Aha. Ja, in so pač bile na to varianto. Pač po mojem, da prav niso officially izdane pa natisnjene knjige. Ok, razumem. Kako se je tvoj pogled na spolnost spremenil, odkar si zdaj v tem BDSM-ju? Mislim, po moje se niti nekaj dosti spremenil. Razen to, da sem pač odkrila, da imam pač bistveno višji prag bolečine, kakor sem v štartu mislila, da ga imam. Kako si to Ja. ugotovila? Zakaj? Katera bolečina ti ni bila tako huda? Mislim, na začetku me je bilo ful strah teh pač klofut ali pa ne vem, da bi me kdo kadarkoli udaril mis. Pač zdaj mi pa tako, ne vem, če ta prav folk, pa pač če je takrat, ok, pač pošlihtano v glavi, ok, zdaj se bo to zgodilo, zdaj bo to mi navadana, ne. Pač na začetku mi je bilo polno, ok, sem da mi pač ne bo kdorkoli kaj, a ne. V tej smislu, recimo, ne vem, tudi včasih sem mislila, da me bo, ne vem, vosek, pa ta X-play, da mi bo pač ful boleč, da me bo ful pekel, ampak pač dejansko mi je to zdaj ful dobro ratalo. Okay. Ej, Tako. kakšne sveče pa uporabljaš za ta X-play? Imaš kakšne posebne? Ne, čist navadne. Unečajne svečke navadne? Ali... Pač navadne tiste iz tedija, to bele, Ja? pa to. Ja, In ja. pač meni so te čisto v redu. Itak. Pač sem že probala pač tiste, ki so prav za to namenjene, ampak pač jaz osebno ne vidim nobene razlike. No, cool. Mogoče edino to, da se lažje dol svalkajo, to je pa to. A pa se dejansko je tako razlika? Mislim, malenkost lažje grejo tiste dol, ki so prav za to, ampak načeloma je pa meni dosti podoben. Ok. Jaz se spomnim, pač en kolega mi je razlagal, da sta svojo probala ta X-play in sta imela neko svečo tam zraven, pol se na pol že porabljeno in sta tisto probala in rekel, ti si bila najboljša sveča ever in nisva nikoli nobenega tako dobrega voska več dobila in mislim, če ima slučajno kakšno tako, tako da evo, tedi. Jaz pa nisem vedela, da so tudi tako različni voski, razlike v voskih. Pa po moje, da so, ja. Jaz vem pa, da une sveče, ki se tako v sex shopih prodajajo, so večinoma malo manj imajo to topilno temperaturo, se pravi, da niso tako vroče, kot je navaden vosek. Prav ene so pa prav tako pisali gor extra hot candles. Pa a ne vidiš, da so normalno Zanima me, ker drugač vosek, če daš tako prst noter v svečo, to ni neki vroče. Pač meni Veš? ni. Pa tudi pri vosku je, ne, ti ga čim više višine začneš dati, zato ker se te že ful hladi, kad dol preteče, ker nižji, kad boš spustil, bolj te bo opekel. In tudi pravilo je, da če si ti nek dom, da to najprej na sebe probaš, na svoje, ne vem, na stegen si izlivaš, da vidiš pač iz kire višine pač res boli, pa imaš za rezervo vzameš, ker lahko da imaš ti tudi višji prag bolečine, whatever, in potem tudi pač na drugi osebi najprej probaš te stvari, preden greš se pa res zares igrati, a ne, da malo testiraš. Ej, pa si ti svojim, to ni povezano nič s tem, kar si ti govorila, jaz bom kar prekinila. Si svojim prijateljem povedala, tu si se s kom pogovarjala, tako kaj so si pa oni mislili, prijatelji ali pa starši, ne vem, kdorkoli. Ne, starši ni šal. Ja, starši bodo zdaj vedeli. Ne? Okay. Ne. Okay. Upam, da novila, če pa bo haj. Ne, ker mu kol prijatelj sem šla razlagati, so bili si tako, pa ti si fuknjena, kaj ti delaš v lifeu? Še sama ne vem. Aha, tu so ti rekli, večina. Ja, večina. Imam pa pač kolegico, ki je isto pač trčena na te scene, in pa tako, omaga, da mi povej več, omaga, jaz bi tudi, to sem pač ona me zdaj tipa, ne, in ful ne bi probavala. So še zmer se z njemu probaš. Ja, če on noče, pa to tako ne. Bolj postopek. Pa si ga nekako probaš mal. Pripravi Ja, do tega, ja. Mogoče ti res rabiš sožna. Mogoče res. Mogoče se ti pa kdo zdajal. Ja. Sprejemam naročila. Ej, drugač pa kako pa poskrbiš za varnost? Pa imaš kakšne te aftercare, pa te stvari? Ja, lih to sem hotela povedati. Recimo, predvsem mi je bilo najbolj, ker pač on mi dejansko je bil tudi prvi človek, s katerim karkoli sem imela, pač ponovadi so bili vsi tako, ok, zdaj sva upravila, zdaj se grem jaz tuširati, grema, ne, čau.
Midva se pa zmer prav dobro usedla, on tako boš cigaretko, jaz pač takrat nisem kadila, ne. Ok, on je pač enega prižgal, je prišel nazaj in on tako pač leče ti te bo malo zmasiral, pa so se malo pogovarjala, pa mi pač dal nekaj zapit, sva šla skupaj po tuš, mil laske, vse pač tako res cute, a ne. Pa ko sva šla pač iz hotela, on tako, daj si kaj lačna, ne vem, greva na sladoled, ti bom to pa to vzel zapit. Pač tako ful je bil pač to. Okay. Ful dober. Sem pač to niso vsi, a ne. Ampak mogli bi biti. Ja, Dajmo to pač dejansko poudarjati. bi mogli biti to. No ja, ful dober, ful sem vesel, da si imela tako pač dobro. Pač res kot najboljša možna pozitivna prva izkušnja. Okay. Čudno mi je, da se pol zdaj ne dobivate tako redno. Mislim, čudno. Ne, sem ne pač smisel čudno. na šiht, življenje, pa vse pač pride. Okay. Koliko časa pa so trajale te seanse pač v hotelu? Najela sva se oba za pač tisti dnevni počitek, to je ponovadi tiste 4 ure, se pravi, recimo cca 3 aktivne ure. Kje ti je bilo pa najboljš tako? A imaš kakšen hotel, ki ga bi plagala? Ponavadi hodijo ful v Zula v Kranju, pač ta hotel, sploh ti dnevni počitki, če prideš ti kaj za dnevni počitek, oni po moje prav na recepciji vejo, aha, žgal se bojo. Ja, pa sej vedno kamorkoli greš Ja. na dnevni počitek, vejo, zakaj si prišel. Ja. Pa tu je vedno, meni bo tako včasih, tu je bilo meni tako nerodno včasih. Ali pa privatna savna v mega centru, pač v Kranju isto dol. Ker veš, kaj je fora? Veš, da se tako, pa meni ni nič nerodno, niso mi take stvari v osnovi. Ampak, če bi se sladko BDSM z nekom, pa bi šla v hotel, recimo seksat, pa bi rekla za dnevni počitek, mi tu ne bi bilo nič nerodno, ne? Ampak enkrat sem pa dejansko bila s fantom, ki pač nisva imela kam za iti in sva mogla iti v hotel na dnevni počitek. Takrat je bilo pa meni tako bad. Zaradi ne vem zakaj, zato ker nisem hotela, da si mislijo, da zdaj tam neke packarije počneva in da sem hotela se imeti rada. In pa mi je bilo tako nerodno zmer tam, ker sem mogla iti reči to za dnevni počitek. Njim ni bilo itak, njim je to čisto normalno. Ja. Kaj misliš, da se kdo pride zares spočit? Ne. Ne. Okay. Saj ne tja. Ja, ok. Jaz se prav ne bom nikoli pozabila, ker sem prvič išla za ta dnevni počitek. Ampak to je bilo tako, jaz sem na takrat še tako innocent young child, jaz nisem vedela nič o nič. In je ena moja kolegica delala na recepciji v enem hotelu v wellnessu in mi je ona povedala za te dnevne počitke. In jaz sem bila tako, ne, lažeš, to ni resnica, to ljudje ne počnejo, valjda ni to res, valjda ne grejo ljudje na dnevne Počnejo. počitke, da grejo seksat. Pa takrat, če nisem sploh pomislila, pa če sem na takrat res še pač otrok. Jaz nisem pomislila, da grejo tu ljudje tako ali BDSM izvajati ali pa varati, to je zelo velikrat. Jaz sem pač bila tako, kaj, ljudje grejo prav, kaj, what? Ko mi je bilo crazy. In, Takrat v unmu hotelu enemu je bilo še neka fora, je bila, da če rečeš, da hočeš dodaten pošter, da je tu neka koda, da ti še eno žensko dajo. Pa kje jih pa Kva? imajo? Kje jih Kje pa- jih pa pokličejo? Ne, po mojem nimajo sledišča žensk, ampak po mojem pač vejo nekoga za poklicat, ne vem. pa res? Ekstra, nisem rekla, Jo, da če pa hočem kdo ve, ekstra da mi pošter. da napište, ali v komentar ali v DM se. Te a je to hotelske resnica? etikete. A je kdo to naredil? A je kdo naročil ekstra pošter in dobil dejansko še eno žensko? Wow. Če kdo dela v hotelu, napiše. Crazy. Ja, ja. No, pejte zdaj vsi probat v hotel, pa rečete, da bi en ekstra pošter. To mi je sploh na Instagram zdaj napisala, spomnim me. Ja, mislim, to je bilo takrat v Grčiji, zanima. ko smo na torto. To je ista ta zgodba. Aha, a mogoče pa to sam v Grčiji, tam je več ljudi, kot to. Mogoče v hotelu je bil itak tako mal, prav, kao ni bil namenjen seksu, ampak imeli so pa kavče, vsi kavči so bili v obliki ustanc. Ful dober. Excuse me, ne? Pa je bil namenjen seksu, kind of. Ne, Sem mislila še nekaj, da so bili vsi oni tantra stoli. ne, tega pa niso imeli. Samo ful velika ogledala so bila povsod, tako ogledala na steni in na stropu. A to v Ja, sobi lokalni ali- seks v hotel. sobi, ja. Ja, le Ja. zakaj? Če imaš Ja. ogledalo na stropu, je pač avtomatsko seks. Ja, Ti ja. to duš posrka ven. Kaj? Dušo ti posrka ven, ker ne smeš imeti sploh špegla, ki je proti posli obrnjen, da je pa nad tabo. Aha, konc se pravi lifea. tako, se pravi tam ne smeš spati, lahko sem I seks. guess, ja. Čeprav jaz imam špegel, ki gleda na poslo, ker ga drugam ne morem dati. Tako da. Zato pa straši v tvoji hiši. Ah, že prej je. Ok, v redu. Pa v redu. V glavnem, kaj bi rekel, da je največji mit o BDSM-ju, ki ni resničen? Da se gre tukaj striktno samo za zadajanje bolečine. In pač folk to misli, ok, pač daš si bolečino, to je to, a ne. Ja, ne, ni to to. Pokazujemo, Ja. ker si ga na Tinderu našla, ker Ja. je mislil, da ve, kaj je BDSM, pa ni. Ja, sej, kot 50 Shades of Grey, ki tudi
Ja, se Kaj si glih pa to. misliš o tem? Jaz nisem tega filma gledala, zato ker mi je bil beden po 10 minutah. Ja. Ja, Sorry. nič hudega. Tam v glavnem je tako res zelo nepravilno prikazano, kaj BDSM je. Zelo površinsko, pa zelo mal harmful v resnici. Ja, pa res je to ful razširjeno. To, da mislijo, da je BDSM enako bolečina v resnici, ni to lahko sploh ni resnica. Ne, BDSM je tudi. Pač dejansko ni nujen, da se gre za fizično bolečino, a ne? Pač, Itak. A zdaj sem pomislila na one, ki se sem žgečkajo. Ne? Tu je prav tako. Oni ne seksajo, nič ne delajo, oni se sem žgečkajo. To je tudi BDSM. Ja. Mislim. Ne? Pa se žečkanje v bistvu pač je ful boleče. Tako, če te nekdo Je. tako napolno žečka, pač ti boli. Ja, Ni noben užitek to. ja, hočeš, da Kot te da. nekdo žgečka. jaz ful nisem zgečkljiva drugače. Jaz dejansko nimam niti enega spota, ki bi me Okej. zgečkal. Res. Okej. A veš, kakšen blessing je to? Aj probam, pa si bila tako. Ne pač dejansko, je pač model proba in jaz sem samo tako, ajde, dej, kjerkoli. Eno tako, pa ti si demon, jaz ne. Ej, čakaj. No, spet sem zgubila vprašanje. Nekaj o žgečkanju je bilo. Tako najslabša stvar je, da nekoga žečkaš in ga ne žečka. Pač kakšen neužitek je to. Joj. Ej, si kdaj dobila kakšno ful čudno prošnjo? Tako od koga? Ne vem. Ja, če bi se mu pokakala v šalčko in da bi on to lahko pojedel pred mano. In jaz sem bila samo tako, ne, pač I'm a poop shy, sorry. Ok. A to je bil tudi ta S ali ne? Ne, ki pa, pač en drug. On tako, da je plačam ekstra, če te lahko še gledamo. Mi smo tako, ja, ne, ni šans. Ok. Jaz se drugače to, kar jaz slišim, ni sploh tako zelo redka Največ stvar. requestov, ki sem jih jaz imela takrat, je bilo vedno z drakom povezanih. Vedno. Tako torte peč. Nohte si postrižeš in daš v torto. En je hotel torto, jaz pa ne vem, kako bi to speljala, kjer bi bilo noter vse iz mene. Se pravi, nohti, dlake, lulanje, menstruacija in kakanje. In da bi spekla torto in mu jo poslala. Ni škoda pleha. Ne vem, meni se je zelo tudi tako zanimivo takrat. Ka Zdaj ni? probaš v tedni kupaš pleh sam za to. Pač, pa itak se speče, pa grejo vse bakterije dol, tu ni tak problem. Ful je meni No. tako bilo. Tudaj. Tudaj, really? Vem, to se Opa. meni To so zdi tako nohti. grozno. Nohte hrustaš? Sej tu, ne? Predstavljaj si, kako pol tu je, ko nekdo tu je to torto. Po mojem, da bi bilo njemu najbolj. Po mojem tudi. In pol imaš dlake, pač ujete not med zobe. To je najbolj čudna torta ever. Pač res nočem king shame, sama I could never. Ja. Tudi ne, Pač sorry. zdaj, Kaj, spekla torto? Jaz bi pa spekla torto. Spekla in jedla. Jedla je ne bi. Spekla bi jo pa komod, zakaj ne bi mogla te torte speči? jaz bi mogla vse potrebščine, ki bi jih porabila za to torto, stran vrš takoj potem. Ja, se ni panike. Take torte stanejo 10.000 evrov. Resno? Ful denarja. Sem pač težko spraviš te stvari čez mejo. Torte, pa vse tekočine. Pismo, pa da še da ne gre čez. Da ne gre čez mejo. Ja, pa da se večkrat glih tvoje stvari, ki jih pošiljaš, ostavijo tam na isti meji. In so oni tako, pa kaj ta ženska te pošilja? Se ne bi vedela, kaj je not v Obe. torti. Oni bi Kaj pa, pisali če tako, probajo? zmajna hrana. Za torto ne bi vedeli. Ja. Joj, da Tudi bi za si drugo mislila, da pa- bomo stran, ker ga bomo pojedali. Ne, po mojem bi mislila, veš, kot recimo neki brownie, ki so stravo, Ja. ne? Pač da blokje na to sceno. Po mojem noči oni se morajo ustaviti te tekočine pa hrane, če grejo čez mejo. Ker vem, ker tudi tukaj smo te pruvetke, ki si slino mogo poslati nekomu. Tu je bilo tudi ful ljudi hoče, da mu slino pošleš. Slino. Pa je Wow. šlo čez mejo, si poslala? Ne, slina pa nikoli ni šla čez mejo. Ni šla nikoli. In pol plačano dobiš ali pol koni dobijo to domov. Ali dobiš kaj vnaprej. Ne, vse dobiš vnaprej. In kaj pol narediš, če ne gre čez? Noč. Ne vrneš denarja. Pač zgubil se je paket na poti, kaj? Pa blokiraš ga, pa je to to. Ja. Oj, shit. A daj bogi. Ja, Koliko so kaj plačali? mu vrnem Ne, denar? pa se nisi ti kriva. Ne, nisem, ne, Ampak jaz sem še tako. vedno naredila svoje delo. Pa še vsem se mi smil oseba, tukaj je bila vesela, da Ja. ja. zdaj dobila to, plačala in pol krme. Ja. Pač Ja. bogi. Jo, enkrat sta mi dva poslušalca pisala, en par. Sicer so rekli, da to zasebno ostane, ampak se noben ne ve, kdo sta. Je to resnica? Mislim, ne boš povedala, kdo je bil. Ja. Da ima je pisal en, če bi mu poslala tako kozarc sperme od tega moškega. Par je bil. In pol je on imel cele teorije, kaj vse bi lahko s to spermo oni naredili. Ne? In je tako mislil, jo, zdaj bojo DNK vzeli, ne vem, kaj vse bo s to spermo narobe. Ampak po mojem ne, ne?
Dvomim, Po moje, da ne, no. Po mojem bi si jo sem, kaj bi naredili s to spermo? Pa se tudi ta sperma, če ni ohlajena, se ji pač crkne. Sej to. Tako da, Pa tudi strdi se, sem ne razumem. Okay. No, Tako da težko bi rekla sem jim karkoli. pošljata, pač valjda, ne vem, koliko imajo hotel plačati, sem bila tako, zdaj vse. aha, za nasvet se te vprašala, Ja, what to do. ja, kao, če tu pošljete ali jih bo tu nekdo pol, bo nekaj narobe, pa boste šla v zapor. Sem rekla, "Glej." Ja, ne, jaz sem rekla, jo. Kaj? Tu sem se spomnila, da tekočine ne grejo čez mejo, ne? Aha. Pa sem rekla, lejte, tekočine ne grejo čez mejo, ampak vidva tega ne vesta. Pač 100% avans in pošljaš. In to je to. Pa še posnameš, magar, da imaš dokaz, da si res Ja, poslal? slikaš Ja. in potrdil, kao, da si Ja, odposlal, ja, pa je to ja, to, a ja. ne. Ja. Vse kaj, da šlo nek tracking tudi, ne na to. Ko so tu zdaj illegal life pro tips. Niso. Prav snemalc, da niso. Tako da on že ve. Okay. Oh, shit. Ok. Naprej. A so kakšne stvari, ki jih še nisi probala, ampak bi jih rada? Mogoče karkoli za nalo, stimule. Mislim, to je to zaenkrat na moji bucket listi. Zdaj točen iz glave se pa res ne bi spomnila. Okay. Mogoče isto to, da bi probala enega tipa imeti na povodcu, pa ga prav usmerjati. Tega tudi še nisem probala. Kot je bilo pa, ko si bila ti na povodcu? Mislim, ful dobro, dejansko samo slediš navodilom in je to. Pač najlažji. The best. Ja, veš kaj, no dobro, to imamo pol. Imaš kakšen nasvet za nekoga, ki bi rad šel v ta BDSM lifestyle, pa ne ve, kje začeti, kako začeti? Mislim, po mojem, najbolj pomembnejše je, da dejansko najdeš človeka, ki pač ima izkušnje s tem, pa da ima občutek. Zato, ker če pač ti imaš prvo izkušnjo enega, ki pač se samo tam neki glumi, baha da ve in pač ti bo pač za ston zadajal pač klofute, brez kakršnega koli občutka, po mojem, izgubiš vso voljo pa motivacijo, da bi karkoli nadaljeval od tega. Ja. Kaj pa Fat Life? Si bila kdaj na Fat Life-u? Veš, to je tu kot Facebook, sem da je za BDSM. Ti veš? Ne, Okay. Ne, sem hotela. Kakšne insiderske informacije? No, drugače to je glih vprašanje iz Instagrama. Kar jaz preberem, vse dve vrstice. Hej, ful me zanima, kako sploh prideš do teh BDSM zabav. A moš koga poznati, ali obstajajo kakšne zaprte skupine, ali kje se to dogaja. Pa, a se moraš tam res ful obnašati po pravilih, ali je bolj sproščeno. Pa tukaj bi še dodala, pač, kje sploh pač najdeš ljudi za ta lifestyle. Mislim, jaz sem ga najdla isto na pač aventure.net, sem to moraš res najti prav ljudi, ki so že dalj časa v tem, ker pač če si ti neki na fresh v tem, pač valjda te ne bojo karkoli povabili na te zabave, a ne. Pa po mojem, da se z njih spozna, saj pač ta sem je rekel, da je on spoznal tega organizatorja na teh erotičnih sejmih, ki so, a ne. Pač mislim, se ti nekaj cajta nazaj bilo neki v celu tudi, a ne. In tudi drugače, včasih je bilo vsak let, zdaj pa je že dvakrat, mislim, med korono je odpadal, pa lansko leto je odpadal, pa ja, ne vem, kar odpada malo zadnje čase, ampak kako pa na sejmu? A ti je to povedal, kaj? Mislim, razlagal mi je samo pač, da je tam videl enega tipa, ki je bil neki v unmu VIP lounge in so se pač začeli enostavno sam pogovarjati. Pa mu je on rekel, da ima pač v Avstriji to pa to in on tako, ja, dej. A se lahko pač oglasimo, vidimo, kako to zgleda in mu je pač dal vizitko in takrat je pač, takrat on pozna tega. Ok, to se prav treba iti na erotični sejem. Pa pač Fat Life bi jaz ful priporočala. Ja. Tam gor je ful tako ljudi, ki res vejo, zakaj se gre. Veš, kaj bi jaz plagala od tvoje umazane skrivnosti, ona ima tisto ne, ona nima zdaj več sleka, zdaj ima, kva ima že nek Discord. Ja. Discord in pač sam pejte na njen profil, pač tvoje umazane skrivnosti in vam imate pol tam povezavo do tega Discorda in tam se pa tudi ful dogaja. Jaz nisem še šla. Wow, jaz tudi še nisem šla. Ampak kar slišam, je kar taka lušna skupnost baje gor. Ja. Tam se tudi zihar kaj najde. Ne? A to poznaš? Veš, kaj? kje je. Dejansko ne poznam. No, evo, tam se da kaj najdati zanimivega. Pač na Fat Life je full community ta. Slovenski ba je tudi. Ja. Ja, v Ljubljani je bil tudi ten sejem erotike 2-3 leta nazaj. 5-3 leta nazaj. In tam so imeli oni, ne, to so imeli pa
kjer je unkaj za FetLife? Po mojem je bil FetLife. Prav neko sobo so imeli Ja, najeto. ja. In pa so imeli prav zapestnice, ker si se Ja. mogel prek tiste strani prijaviti. Ja. In pa so imeli neke zapestnice in so šli pa lahko v eno sobo in so imeli neke swingerske zabave in ne vem kaj, pa se je vse tam dogajalo. In jaz sem to zvedela šele tako proti koncu, ko mi je en povedal, ker sem se pogovarjala tam z njemu. In on, ja, da je bil glih kar tam v tisti sobi od tega FetLife. In jaz sem tako, kva? In on mi kaže tam zapestnico, razlaga in jaz sploh nisem vedela. Bila sem cel večer tam, nisem imela pojma, da je tam neka skrita soba, kamor lahko greš. Pa sem kar zvedela, da sem imel neke sobice, kjer si šel lahko na blowjob. Pa noro. Pač tisti v Ljubljani je bil pa next level. Okay. Jaz upam, da bo ti še kdaj imel, ker pač sorry Celje, ampak če primerjam Celje, nazadnje, kaj je bilo z tisto Ljubljano, Drugi organizatorji so tudi ta ljubljanski, je bil evropski organizatorji. ful je bil hardcore. Ja, jaz sem bila tam v Ljubljani. A si bila? Ja. In kako ti je bilo? Si bila Ful mi je bilo dobro. Pa če sem bila v prvi vrsti, tam sem se tako, hudo. Ja, no, pač tam se je res dogajalo. Ti si skoraj dobila usta, kar mogoče ni najbolj. A to lahko vemo, ali ne? Ja, lahko se bomo, ali smo že 100krat, ampak ja. Jaz sem nikoli prebolela. Ja, glavno, potem sem imel tisti Magic Mike, ki si lahko seksal z enim od unih, če si hotel. Kaj? Ja, pa če si jih kar odpeljal na WC. Pa ni res Ja, to. ne, so jih. Če so se naše sodelavke lupčkale z njimi. Ja, to vem, sem mislila, da sem Pa eno je že lupčkamo se odnesel lahko. na WC. Pa Katero? potem, ja, ne povem zdaj tle. Ja, ti pol povem. Okay. V glavnem, ja, to se je kar dogajalo. V celju so pa hoteli narediti zdaj na zadnje, ker je bilo vse mogoče bilo včasih malo bolj hardcore, na zadnje so ful hoteli narediti malo bolj tame, zaradi tega, ker so se ljudje pritoževali, da je preveč ekstremno. Jaz sem pa te mnenja tega, če ti preveč ekstremno, zakaj pa greš na to? Ignoriraj, brigaj se zase, to je to. Pusti ostale, nas da uživamo. Pa, ja, meni se tudi zdi, da ti pač je zato, da je ekstremno. Kaj pa Ja. bi bilo lahko še drugega, tako ekstremno? Je to, kar je bilo v celju na zadnje. Pa ni bilo ekstremno. Pač meni je to izgledalo kot nek musical, brez zamere. Smo bile, ne? A si bila na tem zadnjem? Ja, No, ja. Ja, kaj musical je bil? Je, če, pač, meni je bilo najboljše del unga sejma, Damjan Mruko, ki je nastopal. Pa nima Ja, seksom ja, povezave. Ja, vse ostalo Tako pa da. pač, ne vem, bila je lepo oblečena, pač malo je joške pokazala, malo je tam pošejkala, wow, ok, in zato sem jaz plačala in se furala doke. Ja. Tako da, ne vem. No, meni v glavnem je bil ti sejem super, ker sem Jana tam spoznala, tako da še vse. Kar se mene tiče, je bilo super, ampak tako Okej. ni bilo pa. Ja. Ok. Preden zaključimo, se gremo pa še never have I ever. In zdaj boš, no, tvoj zvočni efekt ramo v bistvu. Ne mojega. Pa tu. Never have I ever. Tep ne bom razložila pravil, bom jih pa razložila našim gledalcem, tistim, ki ste mogoče prvič tukaj z nami. To igro se igramo skupaj, tako da damo roko gor in pripravimo prste in za vsako stvar, ki smo jo že naredili, damo prst dol. In ta prst pol ostane dol in za vsako naslednjo stvar, ki smo jo naredili, gre nov prst dol. Če ti zbanka prstov na eni roki, greš na drugo roko. Tiska da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Z eno izmed nas, tista, ki bo pač pristala v zaporu. Skratka, prvi. Nikoli nisem bil na fetiš / zasebni BDSM zabavi. Čekaj, dol dam, če sem bila. Ja. Ja. In ne je dala prst dol. Sej, da noš, mislim, cilj je, da ti zgubiš, da se noš počutila zdaj tle, pahneno. Dobar. Če rama rata, potem gre gost v zapor. Nikoli nisem nosil ovratnice ali jo komu nadel. Jaz sem Maji na šihtu. Vse tri smo dale prst dol. A ja, ok. A boš povedala še ti svoje izkušnje? Veliko sem imela tako vratnico, ker tu mi ni nič tasga. Nikoli nisem uporabil safe worda. A boš šlo? Ja, Okay. bliže. Ej, kaj pa, kje safe worde pa uporabljaš? Imaš kakšne tako posebne? Ali? Smo imela rumena. Aha, rumena je bila. Pač tako ful, po en stran obvious, sem spet neuno tok, da bi se, ne vem, začel me smejati. Včasih smo imela borovničke. Sem pa meni ful smešen, rata, sem tako, borovničke. The best. Ok, ne je dala prst dol, mi dve Saro, ne. Nikoli nisem seksal pred občinstvom. The best, kako sem dobro dal. Mislim, po mojem, un tip se šteje, a ne? Ja, Ja, Kaj se ajde. tle zdaj žduje občinstvo? je, tudi če en gleda. Sara in ne sta dale prst dol. Nikoli ni, a bi delile kaj o tem? Ker odvajal. Mislim, se po moje povedala. Ok, če se kaj novega najde, lej. Nikoli nisem lizal sperme z druge osebe.
Kaj nisi lizala sperme iz Jana? Ti ne? Mislim, pri blowjobu sem pogotana in takrat sem bila traumatizirana, pač meni je to tako gavno in takrat sem bila, ne, pač sorry, never again. Ok, se pravi, to je tvoj hard no, sperma. Tak, ti si dala V prst dol, usta ne, vse ostalo. Aha, ok. Sara? Okay. No, tukaj so dali samo mi Saro prst dol. Nikoli nisem bil kaznovan zaradi neposlušnosti. Koliko sta dali enakomerno, mislim, istočasno prste dol, Sara in ne. Nikoli nisem bil na kolenih pred partnerjem. Čudovito. Ne, Pafala dala si mu prst ga na dol. kolenih, Lucija. Ja, pa sem res. Jaz moram danes prav navodila teh tvojih, ki si napisala malo burn do cool, da ti dojameš. Če sem bila, jaz same ful ekstremne stvari v glavi, veš. Fair enough. Tudi jaz sem dala prst dol. Čak, pa ti ga tudi, Sara, ne? Ja. Nikoli nisem lizal druge ženske, medtem ko naju nekdo gleda. Sara in ne, jaz sta dala prst dol. In glih za glih, ampak ne je pristala v zaporu zaporedno. A se kaj bolj počutiš? Ja. Te sme Sara vkleniti v Ja, lisice. komod. Ponovno vprašava goste, če so že bili v lisicah, ampak... Tebe ne vem, Pomada če bomo si. to vprašali. Valjda si bila že kdaj Ja, lisica? ja, valjda. Aha, Okay. ok. V bistvu je dobro vprašati, ker če slučajno ne bi bila, pa bi pa kar zbrisali celo epizodo. Hec. Bo? Bo. Ok. Super. Evo. Zdaj pa še lahko poveš, če te lahko kje najde ljudje, če te lahko kje kontaktirajo. Mislim, Instagram DJ Princess Naja. Ok. To je to. Tako. Če boš imela kdaj kakšne delavnice, povejte, bomo pošerali. Po moje, da zaenkrat, če ne, ker nimam pojma, kje začeti. Pa. Lej, če se kdaj zgodi kaj. Tako. To je to. Ful, hvala, ker si prišla. Hvala vama za povabilo. Tole je Pač res mi je bilo top. Ja. Meni Ne. tudi. Ne, prvih 10 minut mi je bilo kaj jaz delam tukaj, kaj jaz delam s svojim life, shit. In zdaj, ko so tukaj, da je lahko še eno rundo. To je prav uno, moš probat, dokler ne probaš, ne veš. Ja, dejansko. Ja, the best. Upam, da ste se imeli vi vsaj pol tako dobro, kot midve. V komentar komentirajte. A so kakšne emoji lisica obstaja? Ne vem, če. Neki, kar vas spomne na BDSM. Črne srčke. Magari. Tako, ne? Evo. Evo. In to je to. Naj lahko najdete na Instagramu, TikToku, Facebooku, YouTubeu, med nama cast, oziroma lahko to ostane med nama. Saro najdete na Pitchpopu in na Pošetova Sara in mene na Živeljucija tukaj. In to je to. Se vidimo naslednjič. vidimo. Čau! Čau!